tudi zaradi zakonodaje, ki je bila sprejeta, tako da nas čaka najprej Penina, kasneje nas čaka torta, Benik je kosilo? Po Benik, pa bo še malo pauzo, mislim. Tako da prosim, pogledajte, kje bo kosilo in da bomo tudi posebej še nazdravili tem tektonskim premikom, ki so se zgodili na zakonodajnem področju. Kaj te premiki pomenijo, kaj to pomeni za vas kot ustvarjalce, bomo na današnjem strokovnem dogodku povedali skupaj z našimi gosti. Maja kot predstavnica igralcev, Klemen kot predstavnik soavtorjev in Dane kot predstavnik producentov. Na tem mestu se bom zahvalil, verjetno bom še večkrat zahvalil. Zakon brez imetnikov pravic bil sem črke na papirju, AIPA kot kolektivna organizacija brez imetnikov pravic bila pa sem lupina brez zasedine. Tako da še enkrat hvala imetnikom pravic, hvala predsednikom društev, hvala društvom, ki ste v zvezi, kajti brez zveze bi bilo brez zveze. Brez zveze ne bi niti ne mogli, pa vsem mislim, da društvo vsake posebej, da ne bo posebej omenjal vseh predsednikov, bi bilo nemogoče delati za 4 leta in spraviti tak zakon, ko smo ga uspeli spraviti. Vodno, če malo kasneje povedal, imamo pa mislim, da najboljši zakon možen. Še bolj zanimivo pa je, da je Slovenija edina država na svetu, kjer imate trenutno audiovizualni avtorji, govorite o avtorjih, več pravic kolektivno popularno. Mi smo ne samo izborili, pa izenačili, ampak nadgradili, kar mislim, da edino ustreza tem trenutku, ali pa tudi 21. stoletja, kjer audiovizualne vsebine izjemno pridobivajo na pomenu. Naslov te prezentacije je, da se premika, namreč vsi tisti, ki smo bili od samega začetka na AIPA metodi tukaj, ki so bili zadnjič v prvem odboru, še preden smo sploh dobili dovoljenje, se nam čas zdi, da se leta in leta nič ne premakne. Se je pa zgodil 29. september, ko je bil zakon sprejet in ko se je v bistvu enem dnevu zgodilo desetletje, kot radi rečemo, da se je premaknil vse tisto, kar se je nabiralo, ko se je jaz podrl in so nove pravice ljustile naprej. Govorimo o 2 zakonih, eno je zakon o avtorskih sorodnih pravicah, drugo je pa zakon o kolektivnem upravljanju. Danes tukaj bomo se omejili na kolektivno upravljanje, na tiste pravice, ki jih potem vi boste uveljavljali oziroma preko sistema kolektivnega upravljanja dobivali nadomestila, potem, tukaj še prejale, ne, potem, ko bo film že v distribuciji. Skratka, vi še vedno svoje individualne pravice urejate s producenti filme prodaje na televizijo in v kino in platforme. Potem bomo bolj podrobno šli v to, ko pa audiovizualno delo živi in se uporablja in se konzumira na razne načine. Potem pa so te nove pravice uvedene, v katerih bodo tako producenti kot avtori kot igralci uživali sadove uporabe in svojega dela. Zakaj smo to? Zakaj sploh je prišlo do spremembe? Najprej malo voda. Evropska komisija je sprejela leta, mislim, da 17-18 dve direktivi. Ena je bila zato je za CDSM, Copyright Directive in Digital Single Market, druga je pa tako imenovana SAPCA. 2 direktiva, po podrobnosti ne bomo šli. Skratka, direktive so ta trigger, da se potem zadeve uredijo tudi na nacionalnem nivoju. Skratka, Slovenija je morala prenesti to direktivo oziroma obe direktivi v svoje nacionalne zakonodaje. Namen zlasti te direktive o avtorskih in sorodnih pravicah je bilo urediti pravice v digitalnem okolju. Rok za implementacijo je bil že pred letom in pol. Slovenija je zamudila 15 mesecev, kar je bilo pa dobro in zelo dobrodošlo, kajti prvi osnutki teh zakonov, ki so prihajali ven, niso bili najbolj optimalni, zato smo mi to zamudo izkoristili, da smo uspeli, rekel še, tak čuden izraz je, izboksati še vse te nove pravice, boljš kot je bilo v teh prvih osnutkih.
Bili smo pred trojnim izzivom, bom povedal potem podrobneje še naprej. Najprej se je bilo treba ustrezno implementirati, kot ste že videli, pravice v digitalnem okolju. Mi smo bili vsi soočeni s tem tako imenovanim vrzeljo pravic, namreč dejstvo je bilo, da je bil audiovizualni sektor v primerjavi z glasbenim popolnoma osiromašen, nag ali pa neoborožen ali pa slab. V primerjavi z glasbenim ali literarnim področjem bom pol pokazali sliko, bo bolj jasno. Ta tretji izziv je pa ta tako imenovani 107. člen starega zakona, ki je predvideval, da vse pravice pridejo na producenta, so avtorske, vse pravice režiserjev, scenaristov, direktorjev fotografije, pri čemer pa producent sploh ni imel nobenih svojih pravic drugih, kot tiste, ki jih je, kako rekel, dobil ali pa vzel od avtorja, svoje imel pa samo v primeru privatnega reproduciranja. Skratka, v primerjavi z glasbenimi kolegi, kjer glasbeni producenti, založniki uživajo 10, mislim, da pravic, producenti so imeli pri nas filmski samo eno. To so vse te, ki smo mogli mi to večdimenzionalno skušati urediti, ko se je zakon implementiral. To je ta izziv, ki je bil največji sektor audiovizualni, je v svoji filozofiji ali po svojih načelih, postulatih kolektivnega upravljanja obtičal v 90. letih prejšnjega stoletja, pa še tisto, kar je bilo leta 95-97 vnešeno slovenski pravni red, je temeljilo na nekih dogmah 80. let. Blazno zastarel zakon. In tukaj vidite, to je glasbeno področje, namreč mi smo z odločevalci zelo zgodaj začeli zelo jasno komunicirati, da ne želimo nič drugega, kot da se audiovizualno izenači z glasbenim. Direktiva je nalagala državam, da uredijo samo to vrstico, to dajanje nevolje javnosti ureja to vprašanje pravic v digitalnem okolju, pri čemer je AIPA še danes ureja pravice za radiodifuzno retransmisijo, to je za kabel samo za avtorje, bil je ta 107. člen, pa privatno reproduciranje. Skratka, AIPA je samo 4 pravice uveljavljala, do čimer so kolektivne organizacije na glasbenem področju uveljavljale kar 21 pravic. To je bila ta ključna vrzel, ključna naloga naša že od leta, praktično od ustanovitve AIPA, ki smo skozi si prizadevali, da bi to uredili. Seveda je bil izziv, kako se tega lotiti. Važen je bil najprej pristop. Potem, ko smo se malo za nazaj gledali historiat naših prizadevanj, smo ugotovili, da smo že od leta 2014 zelo jasno izražali svoje stališča. Skratka, tehnološki razvoj se spreminja in da moramo se zavedati, da je naša naloga, da odločevalcem v procesu jasno predstavimo naše želje pa cilje, pa da zagotovimo ustrezno vzvode za upravljanje nadomestil. Skratka, že vsaj od leta 2013 smo mi zelo jasno komunicirali, kaj želimo, pa kaj so naše glavne prioritete. Ko se je pa zgodila direktiva, smo pa se mi na AIPA usedeli. Namreč izziv za AIPA je bil ta, da AIPA je joint society. AIPA združuje tako producente kot igralce, kot so avtorje. V tujini so tam, kjer nimajo te sreče, pa niso pod eno streho, so ponovadi te skupine lahko neusklajene pri lobiranju. Jaz sem kot poslovodja AIPA sem takrat prosil predsednike društev, ko so me povabili enkrat na sestanek zveze, da bi prosil, da se tako uskladimo, da meni kot poslovodju ne bo nerodno, pa bom podelil še parlament za producente, v sredo za avtorje, v četrtek za igralce. Smo rekli, da bomo se vsest pa zmeniti, pa temeljne cilje določiti. Tako da se tukaj na tem mestu zahvaljujem pa posebej še Klemnu, ker je bil kot predsednik zveze vključen v ta proces intenzivno. Minilo je 8 mesecev, mi smo 8 mesecev porabili, da se je sektor znotraj, smo sedeli na Kersnikovi v kleti, smo imeli kar dosti sestankov, da smo mi definirali točno, kaj želimo, zato da bi dosegli win-win kombinacijo. Ko se je to doseglo, je bilo podpisano pismo o nameri, memorandum of understanding, kako bi to rekel, o tem, da se stroka razume, kaj želi doseči, in mislim, da je bil to temeljni kamen, ki je pa potem prevagal in potem je bilo mnogo lažje nadaljne 3-4 leta
voditi proces lobiranja, implementacije, pogovarjanja, ker je bil res praktično celoten audiovizualni sektor poenoten o tem, kaj želimo. Poleg seveda teh zaveznikov smo mogli locirati tudi nasprotnike. Mene, mislim, pač taka je terminologija. So ljudje, ki nasprotujejo spremembom zakona, imaš ljudi, ki so za zakon, seveda treba se zavedati, da so tisti, ki so bili potencialni nasprotniki sprememb, so zlasti bili operaterji, kabelski operaterji, ker to zlasti njim prinaša nove pravice. Eden od takih potencialnih nove obveznosti. Ja, nove stroške. Nove stroške, pa kaj sem rekel? Prebivalci. Pardon, nove stroške se prečujem. Eno je seveda tudi gospodarska zbornica, ki združuje in trgovce in gostince in vse. Mi smo potem, ko smo dosegli ta prvi nivo nesoglasja znotraj nas, smo mi potem pristopili tudi tem grupam največjih zavezancev bodočih za plačilo in tudi z njim dosegali. Mi smo seveda mogli locirati, kaj vse potrebujemo v tem procesu, pa seveda potem, ko smo določili potrebo v tem procesu, še določiti, kjer bodo te partnerji, ki bodo zadovoljili vse potrebe, ki jih imamo. In tukaj so seveda bili vse skozi audiovizualna društva, še enkrat vsem hvala, potem razni zunanji inštituti, strokovnjaki in vse ostalo. Res nas je kar veliko delalo v tem procesu. Kot sem že rekel, potem so se mogli uskladiti, eno je bilo treba se uskladiti navznoter, bilo je pa treba potem v nadaljnjih letih koordinirati vse skupaj, tako te deležnike navznoter kot zunanje partnerje in seveda voditi komunikacijo redno in intenzivno tako s člani kot z javnostmi, še zlasti pa z odločevalci. Eno od teh nalog, ki smo jo naredili v teh letih, je bilo to, da smo mi zavestno in načrtno kreirali pozitivno okolje. Če boste sem pogledali objave v zadnjih 3-4 letih, tako na spletni strani kot na ostalih družabnih omrežjih, boste videli, kako gre kako se to reče, linija trenda navzgor. Zelo ponosni smo mi na te naše publikacije, na te megafone, ki se nabralo v teh letih kar nekaj tako imenovanih posebnih strokovnih številk, ki mislim, da so tudi kar bile pomemben deležnik. Imeli smo ene par študij naročil, pa seveda smo mi organizirali veliko strokovnih dogodkov, okroglih mest, tiskovnih konferenc, javnih razprav, bodisi interno, bodisi eksterno z odločevalci doma, bilo je pa tudi kar nekaj takih za mednarodno udeležbo. Mislim, da smo mi v vseh teh letih več kot 15 dogodkov organizirali, kar je bilo v času covida še poseben izziv. Eden od temeljnih izhodišč je bila ta, da tokrat se je prvič zgodilo, da mi nismo čakali zakonodajalca. Ponovadi je vedno tako, da če čakamo na zakonodajalca, zakonodajalec postavi neko letvico, potem pa mi tekom procesa moramo to letvico gor vrcati, pa mogoče kaj zbrcamo navzgor. Mi smo se že, preden je sploh Slovenija začela z implementacijo, smo se mi odločili, da bomo probali, ker smo vedeli, kaj želimo, letvico postaviti čim višje, potem je pa že zakonodajalec, če bo mislil, nas omejuje tekom procesa. Da smo to lahko naredili, smo mi praktično že pred 2 leti napisali celoten zakon, ampak tako, kot mora biti, z vsemi členi, opombami, obrazložitvami in z vsem, in tako, kot mislimo, da mora biti, in to smo naredili z družbo Deloitte in z ostalimi pravnimi strokovnjaki, in tudi ta zakon dali v javnost, mislim, da glih par dni prej, preden je država uradno najavila, kaj bo delala. In ko imaš ti enkrat, ko imaš ti prvi, moč prve pisane besede, ko si ti enkrat prvi, je mogla že država reagirati nazaj. Še enkrat, to ni bil zakon, ki je bil pisan. Še to smo poskrbeli s temi zunanjimi strokovnjaki in sodelavci, da so ga res doktorji znanosti iz tega področja, tako upravnega kot avtorskega, pisali. Nad tem se je Deloitte svetovanje družba obdela, tako da je bil izjemno dobro pripravljen. Tisti, ki je hotel rušiti to, se je mogel izjemno potruditi. In mislimo, da je tudi eden od teh vzrokov za tako dobro implementacijo na koncu je bilo to.
kot sem dejal, mnogo številk, sam megafonov je šlo v tem obdobju, mislim, da 8, ogromno dogodkov, lokalnih, mednarodnih, na gospodarski zbornici, skupaj v tem procesu, bom pa še posebej omenil, se moram, zdaj, ko vidim STA, pa imamo predstavnika STA, tukaj smo z Slovensko tiskovno agencijo sodelovali, imeli razpravo, tudi eno od ključnih razprav v državnem svetu, tako da so imeli kar bili pridni. Moto seveda je, da ni bil tudi razmišljaj globalno, deluj lokalno, seveda so nam pomagali pri implementaciji v procesu oblikovanja stališč vse krovne organizacije, katerih člani smo, tukaj zlasti avtorske in izvajalske, ker producentske krovne v taki obliki, kot jo poznajo igralci pa izvajalci ni. Pa tudi direktiva se je nanašala samo na avtorje pa izvajalce v digitalnem okolju. Lokalno smo pa seveda z STA-jem, Avtorsko agencijo Slovenije, Inštitutom za avtorsko pravo, drugimi inštituti, zveze, društvi, pa seveda tudi kolektivne organizacije smo se redno dobivali in skupaj usklajevali stališča. Bili smo vztrajni, sledili smo temu cilju, cilj je bil izenačiti pravice s pravicami glasbenikov, pa še enkrat tisto navedeno, kar sem že povedal. Megafon recimo je pa fajn, ne? Pisana beseda ostane, ne? Eno je objava na spletni strani, eno je elektronska novička, drugo pa je, pa hvala Bogu smo si lahko to preživimo, ta strošek, je pa ta megafon. Megafon izdajamo približno, mislim, da 1400 naklada. Ta megafon gre na vse poslance, vse parlamentarne skupine, na Ministrstvo za kulturo, na Ministrstvo za gospodarstvo. In dejstvo je, da nekdo, ki publikacijo dobi, tudi če takrat ne prebere, ostane na mizi, nekdo jo vidi, se prelista, če ne takoj, pa čez 14 dni ali pa čez en mesec, pa tudi nekje so zbrani ti podatki in mi, ki so bili, mislim, da so to solidni izdelki, dobri izdelki, so lahko vedno znova tudi za nazaj vrnemo, vzamemo kakšen izvod, ker je vse noter zabeleženo in zapisano. Pa seveda smo skozi govorili bolje 3 zadeve, več narediti, ali pa preveč kot eno premalo, tako da smo kar skozi nekako skrbeli, da smo bili na radarju odločevalcev. Zdaj pa imamo zakon, če ste prej videli, ne, je bilo to vse pod vprašanjem obelo, zdaj pa vam zakon daje vse te pravice, kot vidite, so te pravice dane na voljo javnosti, imate pa zdaj vi več kot glasbeniki. Izjemno dobro. Treba poudariti, to je kolektivno, obvezno kolektivno, pa tudi obstajajo, ampak so individualne. Ja, vse pravice, ki pa niso pobarvane, se pa individualno lahko, ja, tako. Filmski producent, bomo šli pol v detalje, filmski producent seveda ne želi, da bi kolektivna organizacija prodajala filme RTV-ju, tako da to sami uredijo ali pa v kino, vse ostalo potem pa tudi producenti so dobili veliko novih pravic. To je bil ta ravno moto daj dam, ker z 107. členom, če ne bi na tej poti, ki nam je nalagala, da uredimo pravice igralcev pa izvajalcev v digitalnem okolju, sabo potegnili še producente, bi producenti pač ostali na suhem, ker v 107. člena ne bi bilo več, pravic ne bi bilo, zato smo mi še skupaj, vsi skupaj borili z odločevalci, da tudi producenti dobijo pravice, ki jim pripadajo, oziroma za katere so producenti rekli, da bi jih želeli uveljavljati kolektivno. Zdaj pa grem počasi na pravice, bomo po domače malo povedali. Producenti imajo končno svojo pravico za kabel, radiodifuzno oddajanje, retransmisijo, pardon. Zdaj sicer imajo še pravice javnega izvajanja prenašanja, to moramo mi še jasno definirati, imamo še par vprašanj, namreč zakon je stopil v veljavo včeraj, tako da mi še nismo uspeli niti na vse zanalizirati, pa kaj bo to preneslo v življenje, ker imamo še par vprašanj. Krčmarske pravice imajo producenti, pa enako sekundarno radiodifuzno. Krčmarske pravice v lokalih, kjerkoli so lokali, kjerkoli so bari, televizor, tako, kjerkoli televizor v javnem prostoru, zdaj bo tudi producent lahko dobival, prejemal nadomestila. Ja, jaz sem točno to sem hvatila za tiste, ki mogoče nismo ustvarjali.
Pa je mogoče pomembno, da tudi poveš, kaj to sploh pomeni, da ima producent pravico po radiodifuznih. Ja, to pomeni, da bo preprosto to pomeni, da bodo kabelski operaterji, ki so do zdaj plačevali samo za soavtorje, vendar je bil 107. člen in smo mi nadomestila izplačevali za kolektivni, smo mi na podlagi člena, ki je določil, da ima producent vse pravice, razen če ni s pogodbo drugače določeno, izplačevali producentu, torej pomeni, avtorji od te pravice na papirju niso imeli nič, producent pa ni imel svoje pravice, samo denar dobival preko avtorjev. Smo zdaj uredili tako, da ima producent svojo pravico in ko bo AIDA sklenila sporazum z kabelskimi operaterji, bodo kabelski operaterji začeli plačevati tudi za producente. Bom jaz še tehnologijo povedal mogoče, ker še en korak nazaj, mogoče še bolj bazično. Kaj sploh kolektivno upravljanje je? Kolektivno upravljanje je, da ti kot oseba ne greš za vsak svoj film, ki se je vrtel na televiziji in potem posledično v kablu, do kabelskega operaterja in mu zaračunaš 0,001 cent za vsako uporabo, ker je to nesmotrno, ampak obstaja kolektivna organizacija, ki ima državno pooblastilo, to je licenco, za pobiranje tega, za katero mora imeti da vlogo in je en dolg proces. In potem kolektivna organizacija v pogajanjih določi tarifo, ki jo vsak kabelski operater plačuje, oziroma vsak, mi splošno rečemo uporabnik, plačuje kolektivni organizaciji, ki ta denar zbira in ga potem glede na uporabo del, se pravi, tukaj mi potem gledamo, katera dela so bila uporabljena, se deli tistim, ki so imetniki pravic. To je bazičen koncept. In ta bazičen koncept se da aplicirati na večino kolektivnega upravljanja. Menjajo se samo repertoarji, ki so uporabljeni, ker se v različnih distribucijskih kanalih različen repertoar uporablja in menjajo se tisti, ki so tako imenovani uporabniki. Ko bomo prišli do drugih pravic, se pravi, pri krčmarskih pravicah so uporabniki vsi lokali, ki imajo televizijo, in v naslednjih korakih se bo potrebno določiti tarifo, ki jo bojo plačevali. Repertoar pa se malo drugače deli, se deli oziroma zelo podobno, kot se je v kablu, ker je tisto, kar se vrti na televiziji, je praktično tudi to, kar se vrti v lokalih. To je nek tak bazičen koncept. Se pa bi Nataša si želela tudi eno tako telefonsko pojasnilo vsake pravice. Kakšna je razlika med javnim izvajanjem, javno prenašanjem, javno... Bom še to telefonsko. Se pravi, pri vsakem kolektivnem upravljanju obstaja bazično načelo, ki mu v angleščini rečejo last window out. Se pravi, na začetku vsakega audiovizualnega dela, zdaj bom za audiovizualni del govoril, obstajajo 3 skupine, ki delo naredijo, se pravi, od katerih delo nastane in so izvorni imetniki pravic, se pravi, soavtorji, kamor v Sloveniji štejemo režiserje, scenariste, direktorje fotografije, animatorje, kadar je animator bistveno pač element audiovizualnega dela, skladatelje, filmske glasbe, to so ključni imetniki. Potem imamo izvajalce. Izvajalci je taka čudna beseda, ker je v bistvu v angleščini pomeni performers, ker je malo drugače v resnici. Izvajalci pa zato, ker niso samo igralci, ampak vsi tisti, ki so v bistvu na videogramu, se pravi na audiovizualnem delu, tukaj štejemo tudi plesalce, cirkusante, v neki meri kaskaderje, vsi, ki nastopajo. Indijci imajo en ful dober izraz, to obvezno kolektivno, snake charmer. Snake charmers, se pravi, to je skupina, ki je zabeležena na videogramu in filmski producenti, ki je v bistvu tisti, ki je nosilc praktično vseh distribucijskih oziroma eksploatacijskih pravic in je v bistvu tudi v tem delu ključen povezovalni element, da delo sploh nastane. Se pravi, ko imamo te 3 skupine, so izvorni imetniki. Zdaj, ko mi to delo začnemo prodajati, oziroma ko se proda licenca, pridemo do, recimo, kabelske reprezentacije, najprej do televizije, televizija to vključi v svoj program, potem kabelski operater vključi več televizij v nov produkt, ki dela drugo dodano vrednost, ampak ker je tukaj nastalo se pravi, licenco je prodal producent televiziji, ne kabelskemu operaterju. In televizija ima svojo pravico
svojega programa, ki ga ureja individualno napram kabelskemu operaterju, in evropska zakonodaja in vsa avtorska zakonodaja govori, da, in to je tudi glavno načelo direktive, da mora obstajati pravično in proporcionalno nadomestilo za izvorne imetnike pravic ob uporabi njihovih del. Se pravi, ko mi pridemo tukaj zdaj na naslednjem koraku, je last window out tisti, ki delo predstavlja javnosti. V danem primeru je to kabelski operater. Pri krčmarskih pravicah je to tisti, ki je last window out, je frizerija, restauracija, bar. Ne? In pri vseh teh imamo princip zadnjega okna, se pravi tisti, ki kažejo naša dela javnosti, so tisti, ki morajo tudi potem po principu pravičnega in proporcionalnega nadomestila neko tarifo plačevati, ki prihaja nazaj na izvorne imetnike pravic. To je telebansko problem. Zdaj pa še to javno izvajanje, javno sranje. Ja, še enkrat. Dobili so, vse to je del tako imenovanih 22. člen zakona priobčitev javnosti. Ne? In v bistvu javno izvajanje prenašanje je sicer mišljeno za igralce, recimo javno prenašanje bi bilo, če bi v Dramo bila razprodana, igra poteka v Drami, pred Dramo je zaslon in ti ostali, ki niso dobili stopanca za Dramo, gledajo predstavo zunaj, to je javno prenašanje. Javno izvajanje je pa podobno, ne vem, moram pogledati. To je pa izvedba v živo, tako javno izvajanje gre pa na stop, takrat v tistem trenutku v živo. Ko je ekran, verjetno. Zato pa moram še razčistiti, ker javno izvajati videograma zame deli ne more. Se ne da, ker ne obstaja videogram še. To še videti. Pravice pa so bile zabeležene tako. Se pravi, zakonodajalci tudi malo nekaj nejasnosti je, teh pravic ni izključivo iz tega. Izvajanje gledališka predstava ali koncert, oni, ki nastopajo, z nosilcem to nima nobene zveze, nosilc je pa Ampak naštete so temi pravicami, pa je ostalo, ker to moramo videti. Važno je javno predvajanje, pa sekundarno radiodifuzno danje. Oboje so krčmarske pravice, razlika je pa ta, da sekundarno radiodifuzno danje pomeni, da je v lokalu televizor, ki prinaša RTV Slovenija, ker samo še enkrat oddaja tisto, kar se že oddaja. Javno predvajanje pa pomeni, da bi lokal imel DVD player, pa predvaja film tam v lokalu, recimo. To je edina razlika, so pa te tehnične detalje. Ali pa v šoli. Ti se pa šolske, pa spet druga pravica. To je pa druga pravica. Hvala. To so zdaj producentske. Nismo še končali čist. Tole je zelo pomembno. V 10 letih, 12 delovanja AIPE, se je skazalo, da so zakon definira, kaj so audiovizualna dela in jih našteva. In med audiovizualnimi deli našteje kinofilme, nadaljevanke, TV filme, reklamne spote in kratke glasbene videofilme. Zlasti pri kratkih glasbenih videofilmih gre za en tak sektor, ki z vami nima ali pa ima zelo malo, kar se producentov tiče, zelo malo veze. Z temi produkcijo kratkih glasbenih videofilmov se ukvarja nek krog ljudi, ki drugih filmov... Ki bazično spada v glasbeni sektor. Ja, pa drugih audiovizualnih del ne dela. Zato smo mi, pri vseh teh novih pravicah, želimo to skupino izločiti, zato ker, kot je Klemen rekel, pa še to bolj na IPF, na glasbeni sektor, ker so tam tisti producenti, ki to producirajo, to so velike glasbene založbe ali domače slovenske glasbene založbe, kot je tudi RTV Slovenija recimo, in bo IPF, sorodna kolektivna organizacija, vložil vlogo za to in bo potem IPF zbiral za to, da to slučajno ne bo ostalo nepokrito. Ker so praktično vsi imetniki pravic na teh delih so že člani IPF-a. Tako da se ne podvaja članstvo. AIPA ne bo več imela glasbenih videospotov. Pa pridemo še naprej. Se bomo to še pri igralcih še dosegli, bo pa zadržala, pa malce prehitevamo, bo pa zadržala AIPA pravice avtorjev na videospotih, pa da, ker pa režiserji pa so, tisti, ki pa so, jih pa ne moreš dati ne na SAZAS avtorje, ne na izvajalci pa niste, za to. Gremo naprej. Igralci so, ker so imeli najmanj pravic, so dobili največ pravic zdaj,
da se ne ponavljamo, tole še, nisem pa tudi vprašanje, ampak moramo še razpucati. V glavnem, kabelske retransmisije so igralci tudi dobili. Do zdaj igralci niso imeli kabelske retransmisije pravice, njihovi kolegi glasbeniki, vaši kolegi glasbeniki so pa imeli pravico. Enako je potem z javnim predvajanjem krčmarskim pravicam. Dobili so javno prikazovanje po domače kino pravice, to pomeni, da bo AIPA mogla skleniti tudi sporazum z prikazovalci v kinu in tako kot v modernih državah, kot so Poljska, Španija, Italija, Francija, boste igralci deležni tudi nadomestilo predvajanja v kinu. Enako je na televiziji, radiodifuzno danje, bomo mogli skleniti sporazum tudi z nacionalno televizijo, s Pop TV in z vsemi, ne vem, koliko ima še 50-60 komercialnimi televizijami v Sloveniji. Sekundarno radiodifuzno danje so pa spet krčmarske pravice v lokalu. Skratka, lokali, bari. Vendar, enako tukaj, imamo določen tip igralcev. Vi igralci se, ki igrate v filmih in ostalih audiovizualnih delih, se zelo redko, zelo izjemno pojavljate tudi v kratkih glasbenih videofilmih, se pa v kratkih glasbenih videofilmih običajno pojavljajo tisti, ki so posneli glasbeniki, bendi, po domač povedano tako. In da mi teh, IPF ima 3-4 tisoč članov, da teh 3-4 tisoč članov ne bi včlanjevali v AIPO, bo IPF zaprosil tudi za to pravico. AIPA je pa zdaj, ki je zaprosila za novo dovoljenje, izključila vse izvedbe izvajalcev na fonogramih, ki se vključene v AV delo, namreč po zakonu je treba ščititi tega, ki imate glasbo posebej zapisano film. Ne samo tisto, kar se vidi, tudi tisto, kar se sliši, nekdo igra violino, nekdo dirigira orkester, to so vse izvajalci v audiovizualnih delih, če je to napisano posebej v film vključeno, to je treba ščititi in to AIPA ne želi ščititi, kljub temu, da gre za audiovizualna dela, ampak smo se zdaj dogovorili, da bo to IPF ščitil. Imamo že dogovoren sestanek na uradu, da bomo to zgodbo skušali uradu predstavljati najboljš možno rešitev. S tem se potem ne pride do podvajanja članstva, pa se mi zdi, da se bodo pravice mnogo bolj efektivno upravljanje. To je to. Avtorji imajo pa, to bomo tudi še dodali, še enkrat te pravice za ta deljenje vsebin na spletu pa video zahtevo bomo še jutrašnjem vložili tudi za izvajalce, ker imajo tudi izvajalci, igralci, samo nismo še vložili, ker smo imeli zelo malo časa, da smo to naredili. Po domače povedano, tudi igralci in soavtorji boste dobivali nadomestila tudi od vsebin audiovizualnih na YouTubeu, Instagramu, TikToku, Facebooku, na vsebinah Voyo, MMC portal, Netflix, Amazon Prime in vse ostale platforme. Seveda soavtorji končno dobijo krčmarske pravice, tako kot njihovi kolegi glasbeniki, enako od kina in enako od broadcastinga, od televizijskega. Primarnega broadcastinga. In tukaj, ko vidite, ni nobene opombe, tukaj pa tudi za videospote gre, ker režiserji pa so tisti, ki so videospote režirajo, direktorji fotografije, scenaristi. Tako. Koraki, kaj zdaj treba narediti? Zdaj nekaj smo že naredili. ZEKO-ASP v veljavo stopila včeraj. 18 novih pravic je zdaj zakon predvidel. Če se lahko samo zahvalim požrtvovalnemu delu naše ekipe na AIPI. Včeraj smo oddali vloge, ob 9. zjutraj takoj, ko je zakon stopil v veljavo in takoj, ko se je odprlo vložišče. Tako da so vloge že vse oddane. Ursil zdaj to melje in bom lev. Nisem boljše slik se najde, ampak je bila luškana. Zdaj, kdaj bodo dovoljenja, bomo pa mogoče malo o tem še več govorili, je seveda, kljub temu, da je zakon jasen, je vprašanje časa. Mi smo namreč mogli na določeno dovoljenja čakati tudi po leto in pol. Leto in pol je najkrajše, kar smo... Najdlje pa 10. Ko bodo dovoljenja, sledijo pogajanja z uporabniki, določitev tarif, z vsemi tistimi, da zdaj še enkrat naštevam, in šele potem bo denar. Namreč ta slajd je pomemben samo zato, da ne boste slučajno mislili, da bo že jutraj pa zbrala 6 novih milijonov, ampak bo to nek proces, ki bo rezultiral šele verjetno leta 2024, bomo prve sadove tega poželi. Vse ne treba mine zbiranje, pa še razdeliti tega.
Pa se to ne bo za nazaj, ampak od trenutka, ko bo licenca. Ja, zakon velja od včeraj naprej. Mislim, da bo od tega le. Mi bomo to delali. Od tega le. Ja. Nov režim je v veljavi tudi za stara dela, ampak od včeraj naprej. Se pravi, tisto, kar se dela, ki so bila vrtena 25. oktobra, so po starem režimu, vse, kar je pa 26. praktično tako povem. Ne glede nastanka. Včeraj San Remo, film tedna, je že po novem, včeraj Morena je šla že po novem režimu. San Remo je šel pa še po starem. Tako, to je zelo pomembno. Ta ločnica pomeni... On ni nič bogi, ker je vsega on lastnik, tako da... Pomeni ločnica za uporabo, ne pa Bog ne daj misliti, da bodo samo tista dela, ki bodo nastala od danes naprej uživala te pravice. To velja za uporabo. Ta zakon samo definira uporabo, ker gre za vse te pravice, ki smo jih navedli, gre za poplačilne pravice, gre za plačilo ali pa dodatno nadomestilo za uporabo. Pa še to je treba povedati, zakon, tak kot velja na teritoriju Republike Slovenije. To ne pomeni, da imamo mi kot slovenski avtorji po našem režimu pravice tudi na Hrvaškem, Avstriji, Danski, ampak zdaj, ker imamo mi najširši nabor pravic, nam pripadajo tudi pravice vse, ki so na vsakem teritoriju, če so enake, mogoče. Se pravi, kadar pa nek lokalni teritorij ne omogoča nekih pravic, jih pa tudi mi tam nimamo. Po domače pomeni, da če se bo vaš film vrtel v kinu na Poljskem, bo Poljska AIPA zbrala denar, na podlagi sporazuma bo AIPA dala, AIPA vam. Ko se bo pa vrtelo v Bolgariji, ko tega ni, pa ne bomo. Večja motivacija za distribucijo v tujini. Absolutno. Zelo bi se bili. Vse vidite vgane, to smo že nekaj tudi povedali. Mi smo najprej čakali, da bo zakon objavljen v uradnem listu, zakon je začel veljati 16. dan po objavi in mi smo takoj možno oddali vloge, to smo že naredili. AIPA bo seveda ustrajala na določbah zakona o upravnem postopku, ki je jasen, z upravi, da je treba v 30 dneh odločiti, razen če posebni ugotovitveni postopek je pa 60 dni. Mi smo tej vlogi priložili, mislim, da preko 50 pisem sestrih organizacij iz tujine, vse krovna pisma. Mislim, da je težko bo kdo dokazal, da lahko bolj učinkovito upravlja te pravice. Seveda v tem procesu računamo tudi na društvo in krovne organizacije, da bodo izvedli ustrezno število sestankov pri odločevalcih tega procesa, treba bo še kakšen dopis ali pa poziv sigurno poslati. Še naprej bomo organizirali delavnice, strokovne dogodke in okrogle mize, dokler pač ne dosežemo cilja. Prvo je že danes, smo kar aktivni. Za dosego cilja mislim, da imamo dobre podlage. Mi smo, če se spomnite, ko smo omenili, da smo locirali nasprotnike, smo mi, preden smo šli sploh do odločevalcev, preden sploh zakon ta zadnji draft, ta tretji ogledal, smo mi že sedeli s kabelskimi operaterji in smo rekli, dajmo se dogovoriti, ker smo rekli, mi nočemo, da mi zakon naredimo, potem gremo po parlament, da nas pa vi sesujete pa povozite, ker dejstvo, da so oni lobistično izjemno močni. In smo mi z kabelskimi operaterji že sklenili neke vrste preddogovor, ki prinaša preko 1 milijon evrov novih nadomestil za igralce, ki prinaša avtorjem vsaj 2,5 milijona in producentom 2,5 milijona. In ko smo mi to dosegli, smo mi bili na nekaterih sestankih pri gospodu Židanu, kjer smo to predstavili. In zaradi tega kabelski operaterji niso nasprotovali tem pravicam, ki so na novo uvedene. Enako smo mi bili na gospodarski zbornici, kjer je tudi gospodarska zbornica. Gospod Kantarut je podpisal, da podpira totalno vse spremembe zakona, tako da mislim, da je dobra podlaga. Dobra podlaga je tudi to, da imajo glasbeniki te pravice urejene že 30 let. To pomeni, da v enem uporabniku, ker sem pač dal TV Slovenije, mislim, da zdaj plačuje 2,5 milijona za SAZAS, pa milijon za IPF, 3,5 milijona za te dve skupini uporabnikov. Glede na to, da TV Slovenija, mislim, da bistveno več uporablja audiovizualnih del kot glasbenih del,
bi mogli biti, po moji, mogoče laični pa naivnem pričakovanju, ne težko, da bo TV Slovenija dala nekaj milijonov evrov. Ampak je treba, Gregor, tle še pozoriti, ker si tako z denarjem operiraš, hkrati pa treba tudi povedati, da prav RTV Slovenija oziroma TV Slovenija kot eden največjih producentov za to zakonodajo se razrešuje en gordijski vozel za televizijo. Imaš kasneje to. Se pravi, en gordijski vozel, se pravi, ni potrebe več, da se za vsako novo predvajanje dobiva dovoljenje od vseh soavtorjev in vseh izvajalcev in tistega, kar je TV Slovenija sama producent, se praktično celoten repertoar, celotna knjižnica RTV-ja se odpira za novo rabo, brez nadomestil. Se pravi, kjer je RTV Slovenija, kar do zdaj ni bilo možno, ker je bilo ogromno dedičev, ogromno še živečih avtorjev, s katerimi so bile pogodbe napisane, da v vsaki novi rabi je treba nekaj plačevati. Od včeraj naprej se te pravice uveljavljajo na IP za avtorje in izvajalce, se pravi, bo podpisana neka pogodba, tarifa, to, in tam, kjer je recimo televizija sama producent, bo tudi sama odločala o novi rabi, brez drugih dogovorov. Se sprosti tudi ta arhiv digitalizirani. Absolutno. Tudi. In enako velja za arhiv. Tudi enako velja tudi za... Enako velja za... Od včeraj naprej, SFC za vsa tisto, kar je podedvala od bivše države, ni se treba več dogovarjati ob... Ne, ker bo to delala... Kolega Hribar je izgubil posel. Kar se nam zdi izjemnega pomena, ker to pomeni, upamo, da bo prišlo do tega, da bodo televizije začele recimo filmati čim več tega arhivskega. Decameron, nas je presenetil lani, ko smo gledali to, je bil Decameron, mislim, da ta peto najbolj gledano audiovizualno delo. In to je škoda, da se ne predvaja samo zato, ker ima nek avtor, mogoče, ne vem, nekdo blokira, ali pa izvajalca. In to je zdaj sproščeno. Tam noter, mislim, to pa še nisem šla, v kakšnih prihodnih določbah slučajno ne piše, razen če je drugače urejeno. Ne, ker je obvezno kolektivno. Se pravi, avtorji in izvajalci vse svoje pravice uveljavljajo obvezno kolektivno, se pravi, ko se bo tvoj film, pa tudi recimo, rečemo, na pamet, ne vem, ko se bo tistega lepega dne vrtel na televiziji, se mora to SFC dogovoriti kot producent oziroma lastnik in distribucijsko-eksploatacijskih pravic za televizijo s to enkratno licenco, ker to se dogovarja individualno, vse ostalo se kolektivno upravlja. Ni več nikogar drugega, se pravi, tist, ki drži eksploatacijsko pa distribucijsko pravico, se dogovarja za uporabo dela. Vsi ostali nadomestila, pravična in proporcionalna nadomestila dobivajo čez kolektivno upravljanje. To je blazna velika administrativna razbremenitev, se mi zdi. Upam, da se bo en velik del repertoarja, tako je to rekel, odblokiral. Tudi škoda je, recimo, RTV Slovenija ima blazno bogat arhiv, da ga ni na MNC portalu. Potem, ko bo že zdaj lahko v bistvu, da televizija kompleten arhiv svoj bogat na portalu. Bistven podatek je, da tam, kjer je broadcaster tudi sam producent, ne? To je bistven podatek. Ampak, če mi imamo zastopnika, naprimer, za pravice dedičev, recimo gospod Hribar... Ga ni več. On lahko zastopa pravice dedičev, samo nobene pravice ne more več uveljavljati. Sekundarni, ne? Primarni moramo še zmeri urejati. Ne. Producent mora urejati primarno z RTV. Ja, seveda producent, ampak... Imajo oni pooblastilo z Hribarjem, mora on urejati. Hribar bo na IP urejal za njih. Za sekundarno. Tudi za primarno. Se on ne zastopa producenta? Kolektivno se upravlja primarna televizija. On zastopa avtorje, ne producenta. Individualno upravljanje, danes imamo soavtori in izvajalci, edino, kar individualno upravljamo, je naše razmerje z filmskim producentom, ko delo nastaja. Tisti, bomo drugače, da gremo od persona, tisti, ki zastopa avtorje danes, in gre na TV Slovenija, zato ker želi TV Slovenija predvajati, tega ni več potrebno, ker TV Slovenija bo rekla, nimam se kaj pogovarjati, ker imamo zakon. Ne, na nobenega več. Edino kjer... Edino kjer še tak zastopnik ima veljavo, je pri dejanski restauraciji,
niti pri digitalizaciji ni, Digitalizacija ni. Digitalizacija to ni, se pravi, pri samem prenašanju na digitalne nosilce tega ni nobenega dogovarjanja, je pa pač postopek, ki je jasen, se pravi, da mora biti raziskava narejena, ampak če ne gre za restauracijo, se pravi, za dejansko popravljanje obstoječega audiovizualnega dela, ni več nobenih avtorjev pa izvajalcev. Restauracija sama je pa kot neka primarna. Ne. Vsakič, če se dotakneš dela, če ga korigiraš na digitalnem nosilcu, je že restauracija. Če pa samo prenašaš zato, da bi ohranil, pa ni potrebno nobenega. Da je, če živeč avtor ima pravico biti udeležen v procesu restauracije. Se določa zakonodaja to. To je edino, kjer še ni, se pravi, kjer dejansko nek zastopnik ima smisel. Mogoče ideja, pa naslednje leče ne premrdimo mi prav na temo restauriranja pa digitalizacije. Mislim, da je to ena tema, ki se bo odpirala, zato ker se z novo zakonodajo odpirajo veliki katalogi, ki so bili do zdaj blokirani. In jih bo treba ustrezno. Tle prihaja tudi do enega velikega vprašanja, v katerem ga bo treba še nasloviti, se pravi, kadar so dela uvrščena v druga AV dela, kako proporcionalno se te pravice, najbrž bo šlo na časovno proporcionalnost, kot v drugih državah to poznajo, se pravi, ko je v neko drugo AV delo umeščeno, v neko širše dokumentarno recimo AV delo, umeščeno drugo, bo po časovni neki paraleli delež, bojo tisti avtorji imeli delež na tem novo nastalem AV delu. Zdaj pomembno tudi to, ker je šlo v tem krogu, v tej debati, treba tudi omeniti, digitalizacija pomeni tudi oblika, če je to nek posnet na nek trak in da se to samo da v tako obliko, da lahko gre na MMC portal, to ne treba več nobenega spraševati. Ampak se ne sme nič dotakniti. Vse tako, ja. Samo se nosilc spremeni. Samo tudi formacija, da, samo jaz ne vem, kjer ga, ja. Ko gre za ohranjanje, se pravi, ko se staranje ustavlja, se pravi, ker so nosilci, so nestabilni, v takem primeru ni. Ne, ko se gre v restauracijo, ko se ti, recimo, če bi en prahec pobrisal ven, je že restauracija, takrat je treba vprašati že avtorje, pa izvajalce, pa... Dane na voljo danes bodo domači tisti Netflixi, pa YouTubi, pa TikToki, pa Amazoni, to je tak pravniški izraz. Glede tega se mi že leta, smo čakali na zakonodajo, upamo, da bo iPad je že dobila, pardon, še vmes se zgodil, pa ni na tem PowerPointu, iPad je v prejšnji petek, ja, dobila dovoljenje za danje na voljo javnosti. To pomeni, da imamo mi zdaj obvezno kolektivno oziroma imamo licenco, da se lahko že gremo pogajati in z YouTubi in s platformami in za časovni zamik in za vse stvari. Zlasti za te platforme tuje velike se pa mi strinjamo, da bo to dogovor lažje doseči, če bomo združili moči vsaj regionalno, če ne širše, tako da že potekajo dogovori z organizacijami Srbije, Hrvaške, da Makedonije, Črne gore, Kosovo. Ko bomo šli na pogajanje, da se gleda orang skupina, mednarodna, pa da se skupaj za celo regijo dogovorimo za ustrezna nadomestila. Pa piratstvo tu nima nobene... Ne, to pa še ne, to bomo pa pol urejali. Bomo pol na koncu. Mislim, tle treba povedati, tako da tle obstaja tudi širše mednarodni interes, ker danes ima recimo zelo velik konflikt z Netflixom Danska, ki ima to že dolgo zelo dobro urejen, ker jih je en zelo velik konflikt je nastal, do te mere, ko se Netflix skoraj da hoče umakniti iz Danske. In vidijo tudi recimo cel nordijski svet, razen Danske se je že povezal, se pravi od Islandije do Finske, v nek konzorcij, da se bi skupaj dogovarjali, ker so vsi ugotovili, da se vsak sam ne more. Tukaj obstaja tudi nek, izverujoč iz teh naših mednarodnih organizacij, nek mogoče moment, tudi volja, da bi se širše povezali, v tem smislu smo imeli dogovore že tudi recimo Nizozemska, je pripravljena sodelovati in tu en širši konzorcij, ker sami ne bojo mogli biti. Poljska, se pravi, tudi imamo izkušnjo imajo recimo iz Latinske Amerike, ki praktično cela Latinska Amerika se naenkrat pogaja s temi, se pravi od praktično Kolumbije do Čila. Povej, Miha. Jaz sem bil ravno sedež v Kopenhagnu. So potekale te debate v okviru
pač konference scenaristov svetovnih in je trend in so pogovori, ki še niso formalizirani, da se na svetovnem nivoju to uredi. Ne vemo, koliko je močen azijski trg, pa kaj se producira isto latinsko-ameriški. Evropa je še nekako bližji temu, že zdaj smo, ampak da bi bilo svetovno, hvala noben Netflix, noben Se pravi, ideja je, da bi se nek svetovni konzorcij naredil, ki bi se lahko sploh enakovredno pogovarjal z Netflixom, ki je prevelik, ki je res hegemon na tem področju. Načrta se za samo dve, še se s tem bom zaključil počasno, samo dve slikci iz letnega načrta, ki je objavljen na naši spletni strani. Mi računamo, da bi pa nekje v parih letih praktično podvojili ali pa presegli. Mislim, da bomo to presegli prihodek, tako da bo v imenu producentov, igralcev in avtorjev, mislim, da vsaj 12 milijonov evrov letno moramo zaslužiti, da jih 6 oziroma zaslužiti zbrati. To kot tem, vse nove pravice, se sem nekaj že omenil, s Kablaši imamo načelen dogovor dosežen. Namreč še nekaj, seveda ne gre samo za izenačenje pravic, kaj bi tudi eno od naših dobrih izhodišč tekom implementacije direktive, da do ta, da ne gre se za vprašanje izenačenja pravic audiovizualnega sektorja z izvajalskim, ampak tudi vprašanje izenačenja pravic uporabnikov. Mi smo na točki, ko smo mi kabelskim operaterjem rekli, lejte, ni fair, da samo vi plačujete, lokalom pa ni treba, pa televiziji pa ni treba, pa vse ekološki resno in smo jih zavezniki naredili. In je prav, da vsi, ki uporabljajo, plačujejo in da vsi, katerih delo se izkoriščajo, dobiti nadomestilo. Vse tudi s televizijami je pa drug, ta, da televizija v resnici s to zakonodajo dobiva ogromen dostop do svojega repertoarja, ki je bil zdaj blokiran in je tudi na tak način postala televizija, ker je to na dolgi rok bo ceneje kot plačevati vse te pravice oziroma imeti ves ta katalog zaklenjen v svojih arhivih. To je to. Jaz sem na tem mestu uvodno zaključil, zdaj pa Klemen, ti si že povedal svoje, pa bi dal še lahko... Ker smo tudi upletena v ta proces že leta in leta in leta, pa bom rekel, kaj kot predsednica... Podpredsednica Društva slovenskih audiovizualnih ustvarjalcev oziroma igralcev. Ja, to je zame oziroma za nas igralce res težka materija. Nekako smo vedno smo imeli občutek, da mi se na to ne spoznamo, da tega ne razumemo. Na srečo ste nas tudi malo spodbudila. Ja, društva so nas spodbudila, da smo ustanovili naš DSI in na AIPI so nas pa izobrazili, da vsaj v nekem vsaj neke osnove razumemo. In moram reči, da kot poznam kolege, da so pravzaprav navdušeni nad tem, kaj se dogaja. Itak nismo imeli smo eno samo pravico, pa še zato se ni pobiralo. Ravno smo 10 let nazaj, pač nekaj se je razdelilo in smo zavohali to. Da obstajajo nadomestila. Da obstajajo nadomestila, potem pa pač ni bilo licence, čeprav je pač obraz igralca na vsakem plakatu. To je pravzaprav tisto, kar audiovizualna vsa igrana dela prodaja. In res sem vesela za to izvrstno sodelovanje med društvi in z AIPO je izvrstno, tako kot so naši vojaki šli, ko so bili prav vojaki, kako so se od vrat do vrat, ja, v parlamentu recimo, k vsem skupinam, kako so se izobrazili, kako so se oblekali lepo in kako so šli in znali razložiti in so jih tudi poslušali, to se mi zdi izvrstno, ker se mi zdi, da moramo mi tudi na tak način delovati, ne pač samo bom rekla, na te umetniškem nivoju, ne samo tako ustvarjati, ampak tudi to, ker nihče drug ne bo za nas. Tudi se mi zdi ta unikum perfekten, da smo vsi trije, sej od zunaj nas vsi malo čuden gledajo, ker ne razumejo, kako pa vi to s producenti, kako pa vi to z igralci?
Ker samo na tak način se da kaj doseči. Od zunaj si mečejo polena pod noge, tudi se šikanirajo in se mi se tudi včasih mogoče malo po stran pogledamo, ampak pa smo pa spet prijatelji. Ne, pomembno je, po moje, zelo pomembno to, da se pač predvsem zato dejansko je ravno joint society, se pravi ta raznorodna kolektivna organizacija pripomogla, da se je sektor povezal v neko tako veliko družino in je v bistvu s tem smo zrasli, se znamo tudi boljš pogovarjati, smo bili prisiljeni v več dialoga in da znamo imeti tudi različna mnenja, si jih povedati, najti kompromisne rešitve in ugotoviti, kako iti po poti, da bo za vse boljš. In eden od sloganov, ki smo ga imeli vmes, je več za vse, več za domače. In to se mi zdi, da se z včerajšnjim dnem, ki je ta drugi zgodovinski dan v tem letu za nas, se pravi, če je bil prvi 29. september, ko je bila zakonodaja sprejeta, včeraj je druga velik mejnik, se mi zdi, da s tem gremo skupaj zelo dobro naprej na pot in zelo dobro, se pravi, nekimi orodji, kako med sabo tudi komunicirati, da tudi audiovizualni sektor kot celota funkcionira bolj homogeno. Tle je še ena stvar, ker ne gre samo za avtorske pravice, pri kateri smo se poenotili, to potem pač vpliva tudi na vsa druga področja. Mi nimamo, tako kot imajo naši kolegi od zunaj, ko lahko nimamo sindikata, da bi sklepal kolektivne pogodbe, se pač za te neke osnove lahko mi dogovarjamo, tudi za pogoje dela, se bomo morali, ampak ta debata se odpira, ker dialog je. Se pravi, recimo v Nemčiji, ki je prva v Evropi, ena od regulacij, ki je letos tudi prišla, se pravi v tem mesecu v zadnjem, je tudi regulacija v kolektivni pogodbi za svobodne poklice. To je eno veliko vprašanje, recimo Nemčija je, mislim, da 7 let ali 8 let so sedeli za mizo, da so prišli sploh do prvega teksta oziroma prve neke osnove, iz katere so lahko delali kolektivno pogodbo za svobodne poklice. Zanimivo je, da so potem vsi podpisali to pogodbo, se pravi vsi deležniki, razen javne radiotelevizije, ARD-ja, ki še danes noče podpisati te kolektivne pogodbe. Ampak gre za to, da je pač, da to je nek tudi, se pravi, ta izkušnja z avtorsko zakonodajo nam daje platformo, da se bomo vsem izzivom, ki prihajajo za prihodnost, ki bojo našo industrijo delati bolj ali pa sektor bolj urejen. Imamo mehanizme, smo se naučili med sabo pogovarjati, se mi zdi, in tudi razumeti, zakaj z enimi stvarmi se ne da hiteti, da mora biti za določene stvari, kot je kolektivna pogodba o svobodnih poklicih, izpolnjeni še drugi pogoji, preden bo to sploh mogoče in da je pot dolga. Prosti, bom sam končala. To je ena stvar, druga stvar je pa, da še nismo dobili pravic. To je zdaj naša naloga, tudi naloga društva. Se še dovoljen, misliš? Ja, dovoljen, pardon. Pravice smo dobili, nimamo pa dovoljen. In je tudi seveda na igralci smo čakali na dovoljenje za pobiranje za prazne nosilce 10 let. 10 let. Ja, vsi, Ja, pač jaz govorim za nas. In potem so skladi. V skladih pa vidimo veliko priložnost, kako pravzaprav to, kar nam manjka, to se pravi neka izobrazba, kako mi razvijati svoj poklic, tle vidimo pa veliko priložnost in to pa lahko samo skozi, tako kot smo videli pri kolegih v tujini, kako imajo to nekateri, predvsem če že rečemo danci, konstantno izobraževanje prav zaradi tega, ker so skladi, zaradi kolektivke, tle vidimo eno veliko šanso. Mislim, da nekaj ste še pozabili omeniti, vi, ki ste hodili kot predstavniki imetnikov pravic odločevalcev, kolikor imam jaz informacije, kolikor sem videl takrat, ko sem bil zdraven, meni osebno bilo vedno to zelo všeč, da
tudi če ste šli sami, recimo producenti, na sestank niste govorili samo za producentov, vsi ste se borili drug za drugega, pa to bo istočnica, da ne, zate. Ni bilo lepo. Ja, sem hotel v bistvu že to prej povedati, pa je Krajman pol že lepo povzel. V bistvu sta dve organizaciji in dve stvari, ki sta v bistvu nas naredila ali pa nas delata drugačne. In to sta AIPA in Zveza društev, se pravi to sodelovanje, kjer smo mogli vsi potisniti dol svoje egote pa svoje partikularne interese in nekako pogledati malo više in najti neke skupne istočnice za celotno stroko. In to, kar zdaj počnemo na področju kolektivnega upravljanja zadnjih 12 let, na področju Zveze društev pa koliko, 7, 8, je tisto, kar nas dela v bistvu navznotraj in navzven zelo specifične. Se pravi, da najprej poiščemo, kaj je dobro za vse in potem znotraj tega vsak na svojem področju išče, rečemo, tisto, kar je zanj ali pa za njegovo profesijo specifično in pomembno. In to je tisto, kar v bistvu nas je pripeljalo do tega trenutka zdaj. Ne. To je tisto, da smo si lahko v določenih momentih pač privoščili včasih odločevalcem tudi zelo jasno, zelo direktno, mogoče to nesramno zabrusiti, da je po 10 letih čakanja, potem, ko oni niso naredili večkrat svoje naloge, zadost in je treba stvari premakniti naprej. Res je tudi to, da smo letos pač imeli to srečo, da je prišla neka politična situacija, kjer so nas razumeli ali pa nas slišali bolj, kot so nas slišali prej. In smo lahko tudi v tem ozkem časovnem obdobju, ko se je mudilo z implementacijo te direktive, uspeli doseči mnogo več, skomunicirati in doseči mnogo več, kot bi verjetno v neki javni razpravi, ki bi v realnem času morala začeti potekati takrat, ko so bile direktive sprejete v Evropi, ker na srečo se to ni zgodilo, ampak se je delalo vse 15 mesecev potem, ko je bil rok že mimo, smo mi lahko pač prišli in nekako pojasnili, zakaj treba te stvari urejati ali pa začeti urejati za nazaj. Druga stvar je pač to, da še vedno tudi s tem nismo tam, kjer si želimo biti. Upam, da bo Urad za intelektualno lastnino nekako izpolnil svojo, ne bi rekel obljubo, ampak izjavo, zavezo, da bojo pač v najkrajšem času res predelali te vloge in pač podelili dovoljenja, ker dejansko do takrat je zakon samo mrtva črka na papirju. Upam, da bojo vzeli v obzir tudi tono, da so res dvakrat svojim neravnanjem povzročili nam nenadomestljivo škodo, ki se meri v desetine milijonov, namreč prvič z obdobjem začasnega dovoljenja, ko je SAZAS zbiral relativno visoka sredstva, pa noben od slovenskih upravičencev razen ozke peščice privilegiranih ni dobil ničesar. Drugič pa v obdobju popolnoma nerazumnega od 10-letnega odločanja o organizaciji, ki bo zbirala nadomestila za privatno kopiranje. Tukaj smo predvsem na AIPI, ker znotraj razreza kolektivnih organizacij na AIPO pripada približno polovica zbranega. Se pravi, imetniki pravic znotraj AIPE, vse tri skupine smo ostali takole, med 10 in 15 milijonov evrov prikrajšani. Se pravi, upajmo, da bo zdaj ministrstvo in urad, da boste zdaj to izpeljali hitreje. Naslednji korak je pa seveda nova naloga in to je to, da pač tudi v dopolnitvah zakonov še ni implementiranih promocijskih skladov. To, o čemer je prej Maja govorila. In to so pač tiste stvari, ki bodo potem celotni stroki, strokovnim društvom, vsem drugim, pač, ki delujemo na tem področju, omogočala dodatna izobraževanja, strokovno sodelovanje s tujino, v Sloveniji, delovanja ali pa sofinanciranje delovanj naših strokovnih društev in tako naprej in tako naprej. Socialni aspekt je treba tudi poudariti, ker pač moramo se zavedati, da je kar nekaj naših kolegov žal v situaciji, ko pač bo recimo vsake toliko časa potreboval kakšno socialno pomoč, ker ne glede na te izredne uspehe, po katerih smo v evropskem merilu, se mi zdi kot na področju varovanja kolektivnih pravic na vrhu, sploh pa v regiji, tako glede obsega pravic, kot glede zbranih nadomestil na letni ravni že zdaj, kaj šele potem, ko se bo pač upoštevala tudi nova zakonodaja,
smo na vseh drugih aspektih finančno še zmeraj zelo podhranjeni. In tukaj imamo veliko število naših zelo pomembnih sodelavcev, ki pač komaj nekako spajajo konec koncev in tu bo tudi nekaj prostora za to, ampak za to bo treba spet, kot se reče, odpreti zakon in znova z nekimi pogajanji pač se priboriti za te pač promocijske sklade. Na področju filmskih producentov je pa še ena zagata, ker pač urad zelo togo birokratsko razume upravičence za sredstva iz promocijskih skladov samo kot fizične osebe. Filmski producenti smo pa v 99% pač pravne osebe. Ne? Tako da tu bo treba še streti en pomemben oreh, ampak jaz mislim, da smo zdaj na poti in na valu, ki nas pelje v pravo smer. Ja, kot si rekel, Dane, seveda, to smo pozabili omeniti na začetku, ta zakon, spremembe zakona so šle skozi tako imenovan hiter postopek, to pomeni, da so samo malo ozko področje členov odprli, zato da so pohitrili postopek, ker je grozila kazen Evropske komisije in to nam je šlo tudi na roko. Namreč od leta, ne vem kdaj, že 19, ko smo prvi začeli, so vodili postopek po rednem postopku, potem se je pa nova vlada odločila, da gre po hitrem, zato da bi ujeli ta rok. Rok smo ujeli. Dobra novica je, da smo uspeli pridobiti vse te nove pravice, ki jih imate, slaba je pa to, ki je Dan omenil, za ostale stvari, ki jih je potrebno v obstoječi zakonodaji še dopolniti ali pa spremeniti, izboljšati, pa ni bilo prostora. Bila je dana obljuba, zaveza, da bo v roku pol leta, mislim, da zakon ponovno odprt in takrat bo glavni fokus, kot je Dan omenil, prav gotovo, vsaj kar se AIP tiče, skladi. Problem, ki ga je Dan tudi izpostavil, je seveda prvi ta, da sklade lahko črpajo ali pa dobivajo sredstva skladov samo fizične osebe, pravne popolnoma izločene, kar je absurd. Pa tudi mislim, da je pa še en problem, vsaj tako pomemben je pa ta, da skladi so namenjeni samo individualnim osebam, ne pa za projekte, kar pa ni dobro. Jaz mislim, da bi mogli biti razen socialnih skladov, ki so namenjene seveda točno določenim posameznikom, ostala dva sklada, to je za izobraževanje pa za promocijo, bi pa mogla biti projektna. Ne. To je naš cilj, da bi tako kot v normalnih državah, a je pa sodelovala z nevladnimi organizacijami, z inštituti, po seveda principu nekih projektov, pozivov, seveda vse odobreno na skupščini, na osnovi programa in ustreznih poročil in da bi lahko konec koncev, ne vem, če ne drugače tudi z Spiritom oziroma z drugimi državnimi organi sodelovali tudi konec koncev pri promociji Slovenije kot filmske destinacije, da bi recimo lahko z filmskim centrom imeli eno spodobno ambasado za časa festivala v Berlinu ali pa v Cannesu. To so vse stvari, ki jih danes ne moramo podpirati. Naše organizacije sestrske pa jih ne. Recimo zgolj primer, francoska SACD 4000 projektov podpira, ne posameznikov letno. Ne. To je naša ambicija, da bi tudi konec koncev izobraževanje podprli, tiskovine podprli, izdajanje, ne vem česa vsega. Skratka, da bi na to SACD na letni ravni namen 11 milijonov v te sklade. Od teh 4000 projektov je tudi 400 festivalov, med njimi tudi Cannes. Se pravi, recimo to je en tak način, kako komplementarno lahko delujejo te skladi s tistimi strukturami, ki jih državna infrastruktura že ima. Je pa treba paziti. Vprašanje so izpodbujali. Sem na to navezala, če smem, ker ste res tako uspešno bili proaktivni, ne, pa ne bi rada zdaj v teh dobrih novicah kakšnih slabih zraven najala, ne, ker se bo to spet odpiralo, ampak pač raven z izkušnjami na področju muzike, ne, kot vemo, pač te pravice in kolektivno upravljanje prinaša tudi mednarodno recipročnost. Ne? In moja skrb tukaj je, ker vemo, da je pa vseeno slovenska produkcija, kakorkoli kvalitetna, je v svetu, pač Slovenci smo žal taki, da zelo veliko tuje programe gledamo, ne? Da ne bi potem, a ste pač proaktivno pripravljate tudi neke varovalke, ki boste skušali spraviti notraven pri skladih, da bo tudi, kar se da, veliko tega denarja ostalo doma, da bo šel v glavnem. Mehanizem skladov je iz CRM direktive v osnovi ideja vzati je, da se
kot mednarodno dogovorjena ideja, da se vsaj 10% denarja zbranega razdeli po drugih principih skozi tam je dejansko navedeno kulturne, izobraževalne in socialne namene. Pa druga stvar je še to, da že zdaj v bistvu se nadomestila delijo v veliki meri tujim upravičencem, tujim imetnikom, tako da v bistvu tukaj mi glede na neke naše zelo prve, zelo grobe ocene predvidevamo, da se bo stvar celo poboljšala v korist domačih, ravno zaradi tega, ker bo pač vsaka skupina imetnikov imela svoje pravice. Kar se tiče kabelske transmisije, izvajalci pa filmski producenti prek pravic nismo imeli, filmski producenti smo jih dobivali samo po prenosu pravic od soavtorjev. In v to eno vrečo, veliko vrečo se iz tujine pač pojavlja veliko nekih velikih, predvsem ena organizacija, ki je zastopala pač v imenu svetovnih producentov njihove pravice na soavtorjih. Zdaj bo ta organizacija lahko participirala samo v tisti manjši producentski vreči. Tako da tule bo v bistvu več denarja bo ostalo doma. No. Mislim, zdaj ne vemo, ker nismo mogli narediti še nobene prave ocene, ampak dejansko bo to prispevalo k temu, da se bo ta denar bolj pravično porazdelil tudi med domače. No. Seveda bojo tukaj participirali tudi drugi iz tujine, ampak je to konec koncev tudi prav. No. Mislim, mi si moramo prizadevati, da na naših najbolj gledanih kanalih pač predvajajo kar se da veliko domačega vsebin. To je to. To je najbolj ključno. Ne? Mi, pač kolektivna organizacija, ti matematike ne moreš okoli obrniti, 1 + 1 je 2 in če se predvaja 10% repertoarja celotnega je slovenskega, ti z 10%, 12 jih mogoče že narediš, 30 jih pa ne boš nikoli, to moramo biti toliko odkriti sami do sebe. Da se pa iz 100%, ki izberemo, narediti 30 ravno zaradi seveda preko sistema skladov, kot je bilo rečeno. Ne. Skladi so pa orodje, ki ga ravno te pametne ali pa proaktivne države dobro peljejo in luč na koncu tunela je že v teh spremembah, ki niso šle skozi zato, ker je šlo pol na konc za hitri proces, hitri postopek, so pa že bile, recimo že na privatnem reproduciranju je bil zakonski predlog, da se delež poveča na 30%, a ne. Jaz mislim, da na tem rednem poslovanju več kot 10% ne bo šlo, bo pa sigurno najmanj 30% šlo iz privatnega reproduciranja lahko v sklade. Ampak, danes je to menil, zdaj tudi, ko ima vsaka kategorija imetnikov pravic posebej svoj neprenosljiv vir, pomeni, da bodo recimo zdaj, ko so imeli producenti sklad samo iz privatnega reproduciranja, mislim, da je bilo 15 ali 20 tisoč evrov letno, bo kar naenkrat ta sklad lahko nekaj 100 tisoč evrov letno, ne, za producente, nekaj 100 tisoč za igralce, nekaj 100 tisoč za avtorje. In to pomeni, da bo pa pol v skladih, pa ima že zdaj v skladih letno okoli 400 tisoč evrov, 500. Imamo izziv zato, ker lahko dajemo samo posameznikom, posamezniki so dostikrat imajo kakšen status, pa niti ne morejo, no, iz drugih razlogov sprejeti tega denarja, zato se mi res zavzemamo, da bi šlo to preko projektov, preko inštitucij, potem pa mislim, da bo to cel sektor, mislim, da bomo ta prave rezultate čez 5 let uživali, ker AVMS direktiva, morate jo spraviti skozi, treba sprejeti. Ja, tukaj je ogromno izzivov še, se pravi, eno je tisti, bi že povedal, se pravi, po moje za naslednjo desetletje projekt, se pravi, kolektivna pogodba za svobodne poklice, bliže in bolj, po moje, ključna je, se pravi, AVMS direktiva, ki je bila v enem delu, ni bila implementirana, sicer tako imenovanem izven proračunskem viru financiranja novih audiovizualnih del, kjer smo edina država v Evropski uniji, ki tazga sklada, ki ga AVMS direktiva predvideva, nismo implementirali, oziroma je bil po vetu v državnem svetu v drugem sprejemanju ta člen izločen. In se pravi, tle smo pač dosti slabo to izpeljali. Kaže se neka intenca oziroma neka volja tudi na strani zdajšnje vladajoče politike, da bi se to vprašanje ponovno, da bi se ga lotili, mogoče v malo drugačni obliki ali pa v zelo drugačni obliki, z zelo drugačnim namenom, predvsem tudi v luči tega, da se pravi 17. člena v RTV zakonu, kjer RTV kot zdaj edina participira v AV sektorju z nekimi lastnimi sredstvi,
kar je zakonsko določeno, da bi se tudi druge deležnike na tak zelo podoben način zavezalo, da participirajo v AV sektorju. Obstaja pač nek začeten tukaj dialog ali pa neka intenca, kar je dobro. Meni se zdi največji izziv dejansko skladi, ki lahko prinese v ta prostor en nov zagon, predvsem na nivoju stroke, predvsem na nivoju drugih obfilmskih dejavnosti, ne, se pravi, kaže se, rezultati v Franciji kažejo, da je oživela ena krajina, ki je prej ni bilo, ker skladi omogočajo neke optimalne, tudi ekonomske pogoje, da se nekaj razvije. No, če že naštevamo te stvari, ne, v bistvu je še en velik izziv, no, pa zdaj gremo res na široko, seveda tudi sprememba obstoječe zakonodaje na področju, na audiovizualnem področju. Ne. Mislim, mi moramo zdaj po 10 letih najmanj osvežiti, če ne v bistvu, se pravi, obstoječi zakon, če ne celo izkoristiti to priložnost za to, da se končno na osnovi vseh teh novosti in pozitivnih stvari, ki so se zgodile predvsem v zadnjem letu, razmišljati o zakonu o področju, ne o inštituciji. Mi imamo zakon o filmskem centru, mi pa rabimo zakon o audiovizualni dejavnosti, o vseh segmentih, ki bodo v to vpeti. In seveda s tem grejo z roko v roki reforme financiranja tako skozi proračun kot zunaj proračunske vire, se pravi implementacija direktive o audiovizualnih medijskih storitvah, ne, kjer smo res, mislim, izpadli kot največji cepci v Evropi in tako naprej in tako naprej. In dajmo to pozitivno klimo ali pa rečemo naklonjenost trenutne politike, pa ne govorim zdaj o tem zato, ker je pač to ampak mi zelo redko pridemo do tega, da imamo na ključnih mestih sogovornike, ki razumejo in poskušajo implementirati to, kar se dogaja. Ne. Mi smo prej butali z glavo skozi zid skoraj 10 let, pa ni bilo važno, ali je bila ta ali pa druga politična opcija na oblasti in nismo prišli nikamor. Ne. Zdaj smo končno prišli do tega, da se je poslušalo to, kar smo mi govorili, da se je zgodilo na tem področju to, da je ta korak naprej pomenil tudi poprava te vrzeli, ker lahko bi šli zelo direktno in zelo blondne in bi implementirali samo pravice izvajalcev, ki so zapisani v direktivi, in potem bi bila stvar še bolj kaotična, ker bi imeli izvajalci vse pravice, producenti nobene, soavtorji pa neke bizarne, ki jih sploh ne bi mogli uveljavljati. Tako da tukaj je bil en korak naprej in tu zdaj ta obljuba o tem, da se pač bo zakon spet odprl in da se bodo skladi pač implementirali. Vse to je treba izkoristiti v pač ta big picture o tem, da je treba pač celo področje na novo postaviti. No. Ko že o skladih govorimo, pa bi izkoristil priložnost, ko so določeni mediji tudi tukaj, treba pa skozi opozarjati, da skladi bi mogli biti češenca na vrhu smetane, smetana mora da država. Namreč, da se čas imamo občutek, da kakšni državni uradniki ali pa više celo, kar rečejo, se bo to pa kolektivno, pa imamo sklade. Ne, tudi v Franciji štima zato, ker je država izjemno dobro poskrbela za sektor, kolektivne organizacije pa preko skladov samo še nadgradijo tisto, kar je. Ne sme nikoli, sklad ne sme ratati nadomestilo, zato mama mora delati svoje. Ne, če te lahko dopolnim v tej slaščičarski primerjavi, država mora dati torto, zunaj proračunski viri so smetana in tale to je tisto, kar je v bistvu treba non-stop ponavljati in upam, da se bomo s tem nekam prebili. Ne. Mislim, tudi trenutno vladajoča politika nas je okrog prinesla, moramo se biti na jasnem. Govor o teh 11 milijonih, o katerih smo začeli govoriti leta 2014 za programska sredstva, z začetkom uporabe leta 2018, še letos nismo prišli do njih in tudi drugo leto ne bomo. Kljub vsem obljubam, kljub vsem podpisom, kljub vsem slikanjem politikov z filmskimi ustvarjalci v zadnjih 5 letih, recimo vsaj, ne? Pa tistih 11 milijonov danes ne bi bilo več 11 milijonov iz leta 2018, to si moramo biti nejasni. Ob tem, da smo industrija, ki po merljivih podatkih na leto v Sloveniji obrne 200 milijonov.
Mislim, dajte nam 10% tega zneska, kar je še zmeraj polovica, oziroma manj kot polovica DDV-ja, ki ga ta industrija tej državi prinese. Pa bi bili na 20 milijonih. Pa bi bili na 20 milijonih. Tako da to so neke resni problemi, s katerimi se moramo zdaj izzivi, s katerimi se moramo zdaj spopasti, da bo pol v luči tega tudi ta uspeh od včeraj, oziroma 29. septembra prišel do izraza naprej. Jaz si ne predstavljam v tej državi ni nobene drugega sektora ali pa industrije, ki mu država tako ali drugače ne bi vrnila vsaj 10% ali pa recimo vsaj polovico vplačanega v državni proračun. Avtomobilska industrija dobi subvencije v desetinah milijonih evrov, ker so tako velik izvoznik. Pokazali pa se je, da imamo recimo prav filmska industrija, audiovizualni sektor, ima večjo dodano vrednost, kot izvoz slovenski. In večji obrat kot avtomobilska industrija. In si ne prav nemogoče si je predstavljati, da obstaja nek sektor, ko državi reče, mi vam prinesemo 200 milijonov, kako vi ne vidite, da plačujemo 44 milijonov, da se vplača, in vi nam dajete 4 milijone, kje je ta norost? Mislim, obstaja, se pravi, če imamo prosti trg, na prostem trgu evidentno ena AV-dela ne morejo zaživeti, ker je inicialno financiranje preveliko in v tem delu mora država korigirati za to neko kvalitetno, vrhunsko, drugačno, na kulturni raznolikosti utemeljeno produkcijo. Ja. Še vprašanje? Odgovor na to. Razlika je v tem, seveda, da je avtomobilska industrija že dolgo organizirana. Mi nismo dolgo organizirani in bi rad opozoril na en aspekt, preden postavim vprašanje, aspekt avtorskih pravic. Jaz že 12 let to streljam in pred 12 leti smo se komaj tega zavedali, ampak aspekt avtorskih pravic v resnici ni samo to, da dobimo svoje nadomestilo. Moje mnenje je, seveda, da smo se prav zaradi avtorskih pravic, zaradi teh nekih dohodkov, posledično zaradi AIP-a, pravzaprav profesionalizirali, organizirali. Namreč posledica tega je prišlo zaradi tega, ker je AIP-a, hvala Bogu, tudi zato, ker smo avtorji sodelovali, ni sprejela principa, ki ga je vsiljevala država, pa tudi nekateri imetniki pravic, in to je stališče, da mora biti kolektivna organizacija samo neke vrste banka, ki jemlje denar od uporabnikov in ga distribuira imetnikov. Torej, ko smo govorili o teh skladih, je izjemno pomembno, da seveda AIP-a sprejema to filozofijo, da je pravzaprav to neka krovna institucija, ki omogoča financiranje dejavnosti kot take oziroma vzpodbuja njen razvoj, njeno znanje, strokovnost in to so seveda vsi ti skladi, vsa ta izobraževanja. Brez tega, seveda, tudi tega zakona ne bi bilo, ker je bila pot dolga in je bila, dajmo reči, vendarle so priznali neki stroški, je bila financirana vendarle iz naših dohodkov, iz naslova avtorskih pravic. In to je izjemno pomembno tudi za prihodnje, tudi za vse te cilje, ki so bili zdaj našteti, pa še niso uresničeni. Torej, jaz pač govorim to zato, ker poznam razliko, kako smo šli pred 10 leti s svojimi zahtevami v parlament in kako smo hodili zdaj. Zdaj smo hodili usklajeni, strokovno podprti, z napisanimi predlogi, nomotehnično perfektnimi predlogi zakonskih sprememb. Gledali so nas kot čudo, kdo so ti, ki vse vejo, ki so nas prehiteli, Prehiteli smo jih pa lahko zaradi tega, ker je zato ta strokovna podpora, ki je bila iz tega naslova financirana. Tako da mislim, da je to druga stvar, ki je seveda avtorska vprašanja nas zelo lepo povezujejo, ker se je izkazalo kot nekaj zelo pozitivnega. In se mi zdi, da je zdaj ta zakon in sploh tako unikatna, da imam iz tega seveda eno vprašanje, ki se začne leta 1995, ko je večina v Evropi, med njimi tudi mi, pač prepisovala nemški zakon, za katerega se je skazalo, da ni bil najboljši, ampak je bil nemški, je bil dovolj dober tudi za nas. Zdaj pa, seveda, in zaradi tistega zakona smo imeli cele probleme, 10 let zdaj,
Zdaj imamo pa mi tak zakon in me zanima, a je že kakšen interes, da bi Hrvati. naš zakon pripisovali. Hrvati, ki so sprejeli direktivo, implementacijo direktive pol leta pred nami, bi zdaj imeli naš zakon. Proces je bil tak, ja, da smo mi smo zlasti zaradi oseb, ki jih poznamo, ki so strokovnjaki in se je bila tudi ona, tudi goste na naši dogodki, že Romana Matanovac. Ona je, Miha Trampuš pri nas. Mi smo blazne upe polagali. Jaz sem tak naivan, ko sem se rekel, super, Hrvati bodo naredili zakon. Oni so tudi zlasti glasbeni sektor, audiovizualni internet, ki je bil zelo tak samozavesten. Mi to imamo veze, bomo mi zakon naredili, mi smo rekli najprej, mi smo nas vodili nazaj, bomo počekali, da Hrvati implementiramo, skupili in smo zmagali. Ko smo videli katastrofo od Hrvatov, katastrofe, tam se je pol izkazali, da ima pač določena gospa več povezav na glasbeni sektor, tam je glasbeni sektor, to odkrito govorimo, je totalno zablokiral cel audiovizualni sektor in ga še vedno drži v kleščah. Audiovizualni sektor nič ni dobil, še skregal so se nekaj med sabo, ko so hoteli ven vrš snematelje, mislim, da to skratka, blazno čuden proces, na koncu nič, potem bomo mogli mi drugač koncept, celo to nismo imeli odkot prepisovati, smo se pa sem lotili pa rekli, kaj želimo. Je pa tako, kaj si rekel metod, ja, danes je pa pol tako je, sicer res nisem bil od takrat še od spremembe, nisem bil še v tujini, so pa Peter pa Andreja, Andreja mogoče kje je stalo v Parizu, kje je stalo v Bruslu, to rečejo izjava SA, generalne sekretarke Združenja evropskih avtorjev, je rekla s njim, kaj rečem, da se čudam, sploh nam govorila, kaj imajo, ker imajo vse, kako je miratelj, ne vem, ampak imajo odličen zakon. To tako je. In bodo, ja, mi imamo sicer tudi Slovenija je zakonu. postala čez noč case study. Referenčna, tako. Zdaj smo mi absolutno skočili v ligo Špancev, pa Poljakov, Francozov, sicer tam nimamo, mi imamo obvezno kolektivno, še to je razlika, ne, oni imajo iz prakse, so uspeli to, kar imamo zdaj mi v zakonjeno, ne, tako da je to super. Danci imajo besedo obvezno. Če ste to vprašali, zaradi tega, ker bi se mi zdelo smiselno, da se ti odzivi mednarodni na nek način forwardirajo odločevalcem, zaradi tega, ker bo seveda sodelovanje v prihodnje spet potrebno, pa da se jih opogumi, ne, da v bistvu s temi pogumnimi spremembami smo naredili samo dobro. Saj so upravne organizacije, so vse že pisale, takoj po sprejetju zakona, so pisale pisma gospodu državnemu sekretarju in na urad in vse pisma zahvale, vseh, mislim, da ne 5-6 pisem je prišlo. Z jasno izraženo podporo to tajpi in kako naprej in da vse tem, čemer se danes pogovarjamo. Ja, zelo prijeten, mislim, lušten je biti Slovenc. V dani situaciji. V dani situaciji, ne, fajn je, no, sej. No, pa govorijo smo mi skregani med sabo, Ne, še mogoče ena drobna stvar, ne, ki iz teh naših pogovorov nikoli tega ne omenjamo. Ne gre zdaj tle za AIPO, pa za društvo, ki so na tej strani, ampak AIPO ima nadzorni odbor, v katerem sedijo vse 3 strani, a ne, in so enakovredne. Ni to primer pri vseh kolektivnih organizacijah, niti v Sloveniji, tudi od zunine, kakšne so, na kakšne recimo kolegi moji v tujini sploh nimajo vpliva. Je dejansko gre za to, da samo pobira denar in ga deli, kot pač kolektivka si predstavlja. To se pravi, stroka nima vpliva na te stvari. Ja, zdaj so audiovizualni ustvarjalci samo neki podnajemniki v neki glasbeni kolektiv. Ja. Zelo pogosto. Tle moram reči, da je v bistvu zelo, drug brez drugega že pravzaprav težko. Mogoče ne tudi tako, kot bi naše stare mame rekli, pa vsaka slaba stvar je za nekaj dobra, ne, in to, kot si ti rekel, metod, kakšen je bil štart pred 10 leti, pač vsi te problemi, ki so se kopičili, naše debate tukaj vsako leto, če se spomnite, sem jaz rekla, vedno znova smo bili, recimo tudi RTV, napadeni, zakaj ne odpremo arhivov, vedno znova smo tukaj razlagali, zakaj jih ne moramo, a ne, vedno znova smo bili soočeni z nekaterimi odvetniki, ki so si lastili ene pravice, ki sploh niso imeli. Mi smo do zdaj vedno znova razlagali, da nam zakon o RTV
nalaga skrb za arhive, ne, in da za božjo voljo dajmo to razumeti, da je ta digitalizacija to, a ne. In lani sem jaz tukaj rekla, edino, kar nas bo rešili, je to, da bo v zakonu obvezno kolektivno, tako da... Zdaj pa smo tam. Jaz mislim, da je ravno to, da nas je glasbena kolektivka, ki je pač leta 1999 dobila začasno licenco, začasno dovoljenje, da nas je 10-11 let lupla, ne? Da je ves denar, ki ga je pobrala, pošiljala v tujino, zraven si je pobrala 10% šticem, go pa 15% stroške, ne? Se pravi 25% je pustila doma za svoje delo, ki je v bistvu pomenilo, ne vem, koliko nekih 20 računov na mesec, ne? Pa vsi so plačevali, da nas je to v bistvu pripeljalo do take stopnje besa, da smo se pač združili in ugotovili, da lahko sam skupaj nekaj naredimo, naredili skupno kolektivko, imeli srečo, da smo imeli posluh pri neki drugi, ravno tako glasbeni kolektivki, ki nas je roko na srce financirala v tisti začetni fazi, ker brez tega ne bi mogli tega narediti, ne? Ker denar je bil prevelik, ne? Tukaj se ti na suho ob vsej energiji ne moreš narediti tega, ne? Ker že sam za takse, za postopke, za odvetnike grejo 100 000, ne? Ampak to smo uspeli preživeti in zdaj pač počas, ne, neke sadove tega žanjemo, ne? Jaz mislim, da čez 5 let bo situacija dosti boljša na vseh področjih, ne? Ker bomo lahko dejansko veliko sredstev namenjali neposredno za projekte, programe nazaj v ustvarjanje. To, kar zdaj v bistvu s tem rigidnim sistemom nadzora, ki ga določa zakon o kolektivnem upravljanju, pač nadzoru kolektivk ne moremo. Če smem, to je pa res, da v tem procesu se moramo tudi priznati, ne, to si Metod ti lepo dotaknil se te teme, tudi nismo dozoreli, to si treba priznati, ne, v tem hobi, lobby procesu, pa kako se lotiti, pa kako pristopiti, pa tako, je zase trdim, ne, kako za druga, ampak je neka drug pogled, imaš, smo to, kad se že zakon odpiral, to, kad smo že nekaj hoteli, pa da potem se počasi naučiš, ne, tudi se mi zdi, no, da smo dozoreli tudi v tem procesu, pa da smo se bistveno boš pripravili. Mi smo bili, to moram reči, ne 100% klema, mi smo bili 150% pripravljeni in res je šlo na biti ali ne biti, ker če ne bi mi te speljali tako, kot je zdaj speljali, to je generacijska priložnost, zakon tako se odpiral ne bo še 10 let, ne. 30. Imamo najmanj 10, ja, tako da to je res zahvala vsem sektorju, no. Smo pa res delali non-stop, dnevno bili v komunikaciji, pa skupaj cilj zasledovali. Ja. Anekdota, ker bo po moje, zato da ostane. Na enem ko se je začel ta proces, recimo zdaj 8-9 mesecev nazaj, je bil zakonski predlog, ki je bil katastrofalen, ker je, kot je danes rekel, producentov sploh ni bilo noter. Mi smo imeli kot soavtorji nek čuden nabor pravic, za izvajalce je bilo pa vse. In smo skupaj hodili, predvsem tudi igralci so hodili, pa rekli, vse kul, da ste dali nam vse, pa tako, ne. In potem je prišlo v nekem momentu do neke take okrogle mize, kjer je na predhodnem sestanku bil danes zelo glasen in se je takrat odločil, da ne bo govoril in so ga skozi naslavljali, a vi gospod, ki ste pa zadnjič imeli toliko zapovedati, pa danes ne boste. In so nas takrat hoteli, to je bilo že čisto skoraj pred koncem, v resnici izigrati, ne, oziroma ni bilo nobenih pravic. In sem jaz v nekem momentu rekel, seveda ne zares, ampak tako pač, ampak vseeno afektu, da če bo zakonodaja taka, kot je predlagana sprejeta, da bomo mi kot avtorji, jaz pa sploh, kot predsednik zveze, primorani se zažgati pred parlamentom, ko bojo to sprejemali. Da ne bo druge, zato ker tukaj ni gre za vprašanje mene, ampak vsaka avtorska pravica je živa še 70 let po smrti, to je vprašanje mojih otrok in vnukov. Kako lahko, se pravi, ker je to intelektualna lastnina, ker je to lastnina in to je neka lastnina, od katere so nadomestila, ne, pravična in proporcionalna. In takrat je bil prvič zraven tudi sekretar Židan, ki potem na vsakič, ko smo se srečali, rekel, kje je tisti gospod, ki je rekel, da se bo zažgal. Potem je pa glasovanje v državnem zboru in pride po glasovanju gospod Židan ven, pa reče, zdaj se vam pa ne bo treba zažgati. Zdaj se vam pa ni treba zažgati. Tudi mogoče
mogoče tega ni nihče danes omenil, da ko je bilo glasovanje, ni bilo glasov proti. To sem tudi hotel, ja. To je pa še nekaj. Vprašati, če bo referendum, se pravi, ga ne bo. Ne. Ja, to je bil tudi, hvala Maja. Na odboru so vsi praktično glasovali za, v parlamentu pa ni bilo glasov Ni proti. bilo glasov proti. To je ena redkih zakonov, po mojem, ne je treba prav pogledati, ker zakon se je pri nas sprejel brez glasov proti. Tako da smo res nagarali se, no, tudi po ozadju, da pa prepričali, no, tako da je fajn. Zelo škoda, ker se vsakih 10 let to sprejema, zdaj, ko znamo, bi še kakšen zakon. Se je že napovedal zakon o filmski dejavnosti. Ne, tukaj, kako je, ker jaz imam zaključno temo imam še. Ja, no, prej ste omenili, zakaj avtomobilska industrija ali pa kmetijstvo lahko dobi nepovratna sredstva, zakaj filmsko stvarjalna kultura ne. To je seveda povezano tudi z neko intenzivno kampanjo v medijih, na splošno z neke spodbujene verzije do kulture in tako naprej. Tega ne poznamo, ne, da bi nekdo govoril, kakšen je slovenski kmet, da je slab, da si ne zasluži, da so, ne vem, proizvajalci delov za avtomobile. Da se sami pojejo. Da so grozni, da pa res ne, ja, da si ne zaslužijo tega. Skratka, to je povezano z neko intenzivno kampanjo, ki že zelo dolgo časa traja, tudi strani politike. Tako da, kako se to premagati, ne? Seveda je potrebno, da se pridobi večja neodvisnost, tudi finančna neodvisnost na vseh teh institucijah. Ne? Tako da upam, da bo tudi to prispevalo k temu. Ne? Naslednje vprašanje, pa v bistvu, če nadaljujemo s to slaščičarsko metaforo. Bi jaz tako rekel, no, vaša predhodnica, ne, kako je že Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev, Iva Kranjc-Bagola, no, je enkrat rekla zelo lepo, pač, da je gledališče za igralca vsakdanji kruh, film je pa tortica, ne, kar je pa seveda hotela povedati, da težko filmski igralec preživi sam s honorarji za film. Ne. Zdaj, kako bi se to lahko pri nas tudi vzpostavilo, kljub temu, da je majhna država, seveda najprej s povečanjem sredstev javno sofinanciranih sredstev, se pravi za filmski center, da bi bila intenzivnejša produkcija, več filmov. Seveda drugi element te zgodbe je pa AIPA, ne. Pa tudi tukaj ne, neke izvenproračunski viri. Tako da v bistvu bi imel vprašanje, zdaj, če se AIPA ustanovila pred 12 leti, zdaj mogoče za naslednjih 12 let bojo lahko filmski igralci lahko rekli, da je tudi film za njih vsakdanji kruh. Ja, jaz upam, da je, ampak tako, kot sem rekel, zdaj igralec bo pa dobil od AIPE zgolj in samo toliko, kolikor bo predvajan bo pa toliko, kolikor ga bodo uredniki umeščali v program predvajanja. To je vse tak začaran krog. Vedeti treba, da nadomestilo od AIPE so samo refleksija nečesa, kar se je zgodilo pred več kot letom dni, ne, na TV ekranu. Ne. In zato je dobro, da bi čim več arhivov bilo tudi odprto, da tudi to dobive prejemajo. AIPA kaj lahko naredi, se pa spet skladi, je pa njim bi lahko kakšno ambasado imeli ali pa izvozni program Expo AIPA, ne vem, kjer bi mi naše talente pomagali lansirati v tujino, ne, financirati v tujino. Dejstvo je, da je v Sloveniji majhen trg, ne, v Sloveniji, ok, zdaj se posname, ne vem, 3-4 filme, 30 se jih verjetno ne bo nikoli, to je treba biti realen, ne, lahko se jih verjetno 10 letno ali pa resnih velikih, ne, ampak če bi pa mi uspeli, kako se neko eksport program imeti, ne, ker mi na nivoju kolektivnih sami že smo izjemno dobro vključeni v svet in je treba samo to, kar imamo kolektivne, po moje, na nivoju društva prenesti pa... Na drugačen način grejo te stvari okrog, ne. Več kot bo lahko, ne vem, slovenski film se predstavil v tujini, bolj bo imel slovenski igralec, več možnosti bo imel, da dobi delo v tujini in da ne rabi biti v gledališču zaposlen, ali pa samo doma, ali pa doma reven igralec na svobodi, a ne, ampak bo lahko v tujini dobival delo, a ne. Več tudi posledično se bo lahko doma kaj snimala, ne, ker bo večja produkcija, na tak način je povezano. Lahko, jaz sem eno metaforo, ker moj prijatelj, profesor aplikativne matematike, je rekel, da je razlika med nič pa ena je neskončnost. Ne. In kaj dela to razliko med nič pa ena v našem primeru? Dela to točno to, kar smo danes večkrat slišali, se pravi, da AIPA sploh je taka, kot je, da je AIPA v bistvu od filmarjev za filmarje, da obstaja zveza društev, ki je od filmarjev za filmarje, ne, da so
da se vzpostavlja ne minimalne pogoje, Antarktiko, ne, ampak optimalne pogoje, nek vrt, da se ga gnoji, da se seje, da bo nekoč nekje, da bomo imeli vrt, v katerem bo to vse zaživelo, pa bomo imeli tudi sadove od tega. Se pravi, in ena stvar z drugo. Bioeko. Mislim, da je še eno pojasnilo, o povečanju sredstev v teh skladih. Seveda obstaja možnost, da se veliko teh skladov, tam je tudi en socialni sklad, da se pravzaprav lahko na ta način preko AIPA zagotovi neka socialna stabilnost, ki bi bila primerljiva s socialno stabilnostjo, ki jo ima igralec, ki je zaposlen v gledališču, v rednem delovnem razmerju. In seveda mi vsi ustvarjalci želimo čim več igralcev, ki bi bili v svobodnem poklicu. Seveda pa vemo, kako je v svobodnem poklicu, ker smo tudi avtorji vsi v svobodnem poklicu, tako da AIPA ima to možnost in ne bi bila pri tem unikatna, kaj podobnega se dogaja tudi v drugih državah, da se ta sredstva uporabljajo tudi za to, da se v tem primeru tudi igralcem zagotovi neka socialna stabilnost, da bodo seveda zaradi tega občutka šli pogosteje v svoboden poklic ali pa dlje zdržali v svobodnem poklicu in imeli približno normalno življenje, česar zdaj seveda nihče nikomu, ki se za to svobodo odloči, ne more zagotoviti. Tako da te možnosti so, v prihodnje je pa seveda zelo odvisno od tega, kakšni bodo dohodki v teh skladih, zaenkrat so preskromni, čeprav, že zdaj, ko so bile neke delitve socialne iz skladov, ste igralci poskrbeli za to, da so bili pravzaprav prvič. Ker nismo imeli sklada letos. Ja, prvič, ampak je šlo že za to, da so pač svobodnjaki nekako bili privilegirani oziroma so imeli možnost participirati na drugačen način. Ampak predvsem gre za to, da se skozi vse to, kar se zdaj govorimo in govorite, da se ta pokrajina AVE, da se stabilizira in da postane to nekaj, ne vem, normaliteta. Samo to, ker nihče ne bo šel iz službe na svobodo, če se enem letu 6 filmov, če naslednje leto nima priložnosti za delo. Vsak se seveda drži, plus seveda ne vsi, ampak veliko slovenskih igralcev si lahko privošči, oziroma veliko slovenskih filmov si lahko privošči slovenskega igralca tudi zato, ker je zaposlen v gledališču, ker so honorarji tako padli. Ali pa tako. Tu pa pol seveda spet pa grozi pravzaprav en argument, lahko ta, ki je bil prej glasbeni, v smislu glasbeniki dobivajo igralci, ne. Vemo, da glasbeniki, večina, za snemanja, mislim, bendi si sami plačajo produkcijo, nobenim ne plača honorarja za snemanje, ker če so uspešni, dobivajo od kolektivk, Doslej si ne znamo predstavljati, da bi kdo rekel enemu igralcu, ki je na enem filmu, 30 snemalnih dni, da pač, ne vem, dobiš za malco, pa če bo film uspešen, boš pa dobil procente. To na komercialnih televizijah sicer, kot vemo, že obstaja, ampak ne najbrž v neki zelo omejenem obsegu. To je ena stvar, na katero je žal treba tudi pomisliti, da bi lahko do nje v nekih argumentih začeli prihajati, v zgodbi, do kjer je pa še več. Tega odzunaj ni. Vem, ampak recimo pač v Franciji recimo vemo, kakšne so recimo v Franciji v teatru, ker je velikih zelo malo redno zaposlenih v gledališčih, so ta nadomestila za predstavo res lahko zelo majhna, tako da. Se pravi, povsod so plusi pa minusi, hvala Bogu je pa to, kot si rekel, od 0 do 1, saj nekaj osnovno, zdaj pač zgodba se začne, da je možno razvita. Francoskega trga, ki je širok in velik, ne moramo s slovenskim primerjati. To je drugačna zgodba. Kljub temu, da se tem primerjave z glasbo mamljive, zelo težko, to je čudno. Ti v Sloveniji, če imaš glasbeni hit, si predvajan, 15.000-krat, ga ni filmov v Sloveniji, ki je v 15.000-krat predvajan, ga ni tujega filma, ki je v 15.000-krat predvajan. Največja tuja uspešnica je 4-krat mogoče v kablu, tako to je v kinu, tako da sej je primerljivo, pa ni primerljivo. Na metodo bi se navezal. Eno so tej primarni iz skladov, ta primarni prihodek, ki ga imaš lahko,
jaz osebno mislim, da moramo, neposredno, da moramo pa še bolj delati na teh posrednjih. Jaz verjamem v to, da ko bomo enkrat mi zaživeli z ambasadami slovenskega filma na 3-4 največjih festivalih, da bo to sigurno ne takoj, čez 3-4 leta pa sigurno koprodukcije, nove produkcije, da bomo sigurno lesena kakšnega scenarista ali pa režiserja še ven, ali pa igralca ali igralko. Še nekaj, glasbeni sektor, še nekaj pozabljamo. Glasbeni sektor ima izjemno razvit sistem. Mi, če bi ušteli, koliko glasbenih šol financira država, koliko učiteljno, da bi imeli sistem, kjer bi lahko imeli vsaka šola filmski krožek ali pa vsaka občina svojo filmsko šolo, ki ima vsako glasbeno, si to predstavljate, kaj bi to bilo. Tako da glasbeni sektor je kar privilegiran, se mi zdi, je pa z orkestri, pa z vsemi, veste, z ne vem čem vsem, cel sistem. Še ena možnost, o kateri zdaj še nismo govorili, ampak ker sem omenil, da obstajata dve filozofiji, da je ena skrajna, kolektivna organizacija je banka, pika, obstajajo pa seveda zelo različne hibridne oblike pri kolektivnih organizacijah, tako da poznamo tudi primere, da kolektivna organizacija suportira določene sindikalne podpore. Se pravi, recimo Directors UK se v imenu avtorjev, ki jih zastopa, pogaja z BBC-em za boljše pogoje za honorarje. Tako da, skratka, tam, kjer je denar in kjer je neka sloga, je seveda tudi moč in se seveda da stopiti tudi korigirati na trg. To je sicer tako, bi rekel, zelo delikatno vprašanje, vedno, kar se tiče sindikalizma, ampak hočem reči, da je to bistveno. Bistveno je to, da se zavedamo, da ima stroka moč in finančno zaledje. Potem pa je seveda možno dosegati, načini so zelo različni in to je ključno. In dohodki iz avtorskih pravic in ta povezanost nam to omogoča, nam to možnost daje. Kakšna bo konkretna oblika, je pa seveda samo vprašanje organizacije, časa, dogovora in podobno. Bistveno pa je in za nas, in se bomo za to vedno borili in hvala Bogu, trenutno AIPA je taka, da se ne razume kot banka, ampak kot neka krovna avtorska, producentska, izvajalska organizacija, ki zelo dobro razume tudi to, kot pravi Gregor, sekundarno financiranje vseh udeležencev, ki se zdaj sedijo za mizo ali sedimo v dvorani. Če samo, da se ne že, to se bo dobro spomnil, ko smo sedeli leta že 9, pa še prej 8, ko smo AIPO, še preden smo dobili dovoljenje. Takrat je bil, kdo je bil? Bil je Gisnav, edino, pa bili so DSFO. DSR je bil tudi. Režiser sploh nismo nekaj se bili. 2-5 DSFO, jaz vem, da so nekaj DSFO edini, ki smo ga uspeli locirati. Hočem dobiti, to so edini dve organizacije s tem, da za Gisnav ne vem, kako je bilo DSFO. DSR je bil tudi, kaj je bil 2005. Ker je Martin hodil k tebi. Ampak DSFO povem, da je bil blaznih finančnih težav, mislim blaznih. Par Juri je bil dolžan vedno, to je bilo tam. Ampak zdaj, kaj imamo pa zdaj, to so te sekundarne, ali bi temu rekli, imamo pa celo zvezo, imamo društva, ki mislim, da je financirani so, mislim, da je okrog 100-120 tisoč evrov letno, in zato se moramo za sklade še bolj boriti in vidimo, kaj je to prinesel. In jaz sem prepričan, da če zdaj društva, ki imajo že totalno spostavljen sistem in dela in delovanja, če bi uspeli to inicirati z spremembo zakonodaje in z novimi sredstvi, najmanj krat 2, sem prepričan, da bodo rezultati vsaj krat 2 boljši. Jaz bi sam, če smem, dodal še nekaj, saj se stalno govorimo približno podoben, da pač to energijo, ki smo jo uspeli vzpostaviti in še nabildati in vsa sredstva, ki smo jih uspeli pridobiti, usmerimo tudi, stalno govorimo na ven, na noter, ker je treba nabildati še ta učni sistem, poleg akademij, se tudi samo izobraževati, pomagati mlajšim, zgraditi dobro scenaristično šolo, če malo na rekovajih govorim, veliko potvati okolj, vabiti ljudi, da pridejo sem in jim vzeti znanje oziroma se od njih učiti. In tle bomo dobili to vsebino, ki smo jo prej omenjali, s katero bomo dosegali večje uspehe zunaj in spet še več pač sredstva akumulirali na ta način. In tle jaz vidim te sklade kot najpomembnejše.
Tako, ali pa je pa že zdaj in partnerice animateke in scenarnice in produkcije, zdaj se za produkcijsko šolo dogovarjamo, tega mora biti še dale več. Vse navzven, to, kar skozi govorimo navzven, to v bistvu je navznoter, to je navzven za vse nas. Ni pa to navzven za sofinanciranje tistega, kar more država financirati. Te ideje, ki so bile zapisane v zadnjem predlogu zakona o Slovenskem filmskem in audiovizualnem centru, ki ga je prejšnja vlada dala ven tik pred koncem mandata, kjer je želela pobrati tudi 10% od AIPE, ta denar ni za to. To so vsem privatne sredstva, ki so namenjena privatnim osebam in prav je, da se te privatne osebe dogovorijo, kako jih bodo ob seveda spoštovanju zakonodaje in internih aktov razdelile. Ne, da nekdo pride pa reče, vi boste dali pa 10% vsega, kar je evidentno protizakonito. Kar je protizakonito, konec koncev. Tako da v bistvu tukaj še zmeraj opažamo v vsem tem dobrem razpletu stvari, še zmeraj veliko nerazumevanje ali pa neke oblastniške arogance, ki pač hoče kar posegati v nekomu drugemu tošelj pa z njegovim denarjem plačevati svoj lastni zapitek. Ampak jaz mislim, da je treba sam preprosto se boriti naprej in jaz bi tukaj na tem mestu mogoče rekel hvala predvsem tistim, ki ste pred skoraj 15 leti bili prvi, ki ste se s tem začeli ukvarjati. Ne vem, tukaj le vidim poleg metoda temno odzad Martina Srebotnjaka, ki je eden prvih, ki je začel hoditi na policijsko upravo Ljubljana, ker to se je tudi redno, to se je dosti redno dogajalo vsem, ki smo tukaj bili v tem postopku ali pa smo nekako, da te prej ali slej, takrat v bistvu šele se zaveš, da si pač nekaj naredil za stvar, ko greš prvič na zaslišanje kriminalistov, ko te pokličejo, da najmanj ko priča nastopaš v procesu proti komu, ki se je hotel zdaj pa obogatiti. Zdaj se malo hecam, ampak to se dejansko dogaja konstantno, vseh teh 15 let, koliko več kot 40 točk, ki so jih vložili proti in niti ena ni bila uspešna, niti en postopek do zdaj zaključen ni bil izgubljen. Tako da hvala vsem, pa Gregor, ekipa, ne bomo še ti kaj dodal. Tlej se mi zdi, da mi vsi kot skupnost, pa mogoče, ker sem jaz predsednik zveze, velika zahvala gre Gregorju Štiberniku, ki smo ga nekako uspeli ukrasti glasbenemu sektorju. Je tam nabiral znanje in ga pri nas oplemenitil. Brez Gregorja bi to bilo zelo težko speljati. Hvala tudi celi ekipi AIPE, sodelavcem, ki je iz ene majhne ekipe ratala zdaj 8-kolesnik. Tak, neprebojen. Mislim, res vsakmu od vas, ki ste na AIPE, strokovni sodelavci, velika zahvala tudi za vso socialno pomoč, za ta center za socialno delo, za mnogo katerega od nas, za to razumevanje, za to neko skupnost, tako da to. Ja, hvala. Pa bi pa jaz, če zaključimo, jaz upam, da se je ekipa AIPE že uspela dogovoriti. A bomo mi obenih ali daj začnemo? Ali nič prej, tudi penine ne moramo prej spiti. Skratka, če ne... Če so prisotni kakšni mlajši avtorji, izvajalci in producenti, vse je res treba vzpodbujati, da sodelujejo, ker tudi če v začetku, ko imajo majhen repertoar in ne vidijo nekega interesa, je pa zelo pomembno, da se pravočasno vključijo in razumejo to celoto avtorskih pravic, ker je res ta celota res kompleksna. Treba je začeti in se ne bati. To je, mislim, da Klemen med vrsticam povedal, jaz sem ga razumel, kaj je hotel povedati Zuno, kaj že socialno službo, to naj pa se zaposleni... Center za socialno delo za filmarje. Se izredno trudijo in res vsa zahvala predanji ekipi. Mi imamo 2 centra za socialno delo, Eben je pa še tam 2 ulice naprej. Se mi sodelujemo odlično tudi z zvezo, pa z ljudmi na zvezi, praktično dnevno in res poskrbimo, da tudi če gremo skozi predvajanja, kdorkoli manjka, ga osebno sodelavke naslavijo. Pa vsakega, če se le da za rokce pripeljamo. Mislim, da nihče od tistih, ki je uveljavljen, je pa res, ko ga se rekel, treba pa je, se zdaj tudi sodelujemo, oziroma smo imeli par sestankov
prav sklemno na nivoju akademije, da bi že na akademiji začeli osveščati že v nižjih letnikih. Pol pa naprej se zato tudi uvedli zdaj nekaj, da je o štipendijah pa to. Ja, sej v ta namen bo v letošnjem letu prvič v letošnjem študijskem letu prvič organizirana odprta katedra, ki jo bo vodil dr. Miha Trampoš v aprila. Jaz bi pohvalil še komunikacijo strani AJPE do nas, pa do javnosti tudi. Pa tudi ta izjemna lahkost prijave je dobrodošla, ker vemo, da smo vsi malo levoroki, kar se tiče birokracije, a ne? Če izvzamem producente in je to res super, da 3-krat klikneš in si že praktično skozi postopek in te ni treba biti strah. Če si pa že kaj zaflikil, te bo pa ena od punc poklicala, pa te bo Mihi, nekaj si spet, ok, sorry, tako da hvala tudi za to. Ja, hvala. Ker gre za izjemen dogodek, ta zakon je res tak prelom, smo mi pred kosilom nas čaka penina, po kosilu nas čaka torta, tako da do takrat si odpočite, ob enih se pa vidimo prosim spodaj, kjerkoli že bo. V auditoriju noter, ok, v redu, super, v zunanjem auditoriju, tako kot lani potem, ne, tako je, super, hvala lepa.